Torej, dober večer vsem skupaj, dobrodošli nazaj na Parabellum. Iz režije mi pravijo, da smo polni energije in pripravljeni. Ne vem zakaj, ampak smo. Torej bomo videli, kaj bo iz tega nastalo. Kot Diego Bati sam, verjetno veliko več v prihodnosti kot kjerkoli drugje. Potem, če bo želel, mu bo to razložil. Ampak zabavno je videti, kako se ljudje polarizirajo. Pogovarjali se bomo o vsem mogočem. Majhen namig. Ne bomo govorili samo o potresu v Venezueli, tako tistem, ki ga je povzročil Trump, kot tudi o pravem potresu. Kar je tragedija, ki je prebivalci države v teh časih res niso potrebovali. Govorili bomo o Kubi, seveda bomo govorili tudi o Peruju, ker je tam prišlo do še enega političnega potresa, kar je nekaj drugega, in tudi o Kolumbiji, mimogrede. Iz radovednosti, medtem ko sem gledal tekmo Kolumbije v Mehiki, sem vprašal, torej bila je Kolumbija, Mehika, Ekvador. Ekvador, Mehika. Si opazil, da ne govorijo med seboj? In zato sem takoj hitro šel do Diega Batija in ga vprašal, mi lahko razložiš to stvar glede tega, da so prekinili diplomatske odnose? Ker je tudi lepo videti, da nogometne tekme, jaz gledam samo svetovna prvenstva, ne tistega klasičnega nogometa iz lige, imajo tudi geopolitično razsežnost. Danes sem o tem malo govoril, da ostanem pri temi. Jaz sem objavil en kratek video o Trumpovem ostrem posegu glede kartona, ne? Kar na nek način mogoče je tudi prav tako. Ker so pustili igralca igrati in potem izgubili 4-1, nimajo izgovorov, ne več, ne manj. Ampak internet je ponorel z zadevami, kot so Trump želi uvesti sankcije Belgiji ali pa napadimo Belgijo. Memijo tu vse povsod in podobne stvari in belgijski igralci so to malo izpostavili, ker če pogledaš končni ples, naredijo Trumpov ples. Tako da tudi v nogometu obstajajo stvari, ki se jih ne počne. En star prenos v živo se je imenoval geopolitika nogometa, ker so vseeno ekipe, ki se sovražijo ne samo zaradi zgodovinskih in nogometnih razlogov, ampak tudi zaradi drugih globljih vprašanj. Torej, prosim, s čim želiš začeti? Jaz bi začel z Venezuelo, ravno si zdaj omenil svetovno prvenstvo. Ena izmed fraz, ki jih v teh dneh pogosto ponavljamo, je pravo svetovno prvenstvo se igra v Venezueli, kjer so reševalne ekipe iz več kot 30 držav prišle, da bi skušali narediti vse, kar je mogoče po potresu 24. junija. S precejšnjimi polemikami, se mi zdi. S precejšnjimi polemikami. Jaz namreč začnem s polemikami. Prej sem ti v zakulisju rekel, da sem zelo jezen in zdaj bom poskušal tudi z poslušalci, poslušalkami, sisimi, ki nas gledajo, narediti malo pregled nad situacijo. Torej, tisti, ki vam danes govori, ni samo analitik, je oseba, ki je povezana z Venezuelo, ki je bila v Venezueli. Jaz sem bil na krajih potresa v Caracasu, kjer so se porušile stavbe. Leta 2018 sem živel v Altamiri, v Chacao, v Los Palos Grandes. V La Guairi sem bil pred 2 letoma, že sem slišal novinarje reči La Guaira. La Guaira je regija v Kolumbiji. Da. La Guaira je kraj, kjer se je zgodila nesreča. Potem bomo videli, ne samo tam, ampak bomo videli. In bomo videli tudi malo geografijo območja. Torej, nocoj vam govori oseba, ki ima mimogrede del družine iz Venezuele. Jaz pa se z Venezuelo ukvarjam že od leta 2016, že 10 let. Tako da vam nocoj govorim z neposrednim znanjem, z detajli in podrobnostmi. Sulla questione. In vam podajam poročilo o tem, kaj se dogaja in kaj prihaja. Informacije, ki prihajajo neposredno s terena, tudi od kolegic in kolegov iz države. Še namig, v Italiji pišem za Fatto Quotidiano, kolumno za Fatto Quotidiano, blog že približno 7 let in to je popolno točno tako. Še naprej imam ta blog, ker mi pustijo proste roke za vse, kar moram ali želim napisati. O Latinski Ameriki objavim približno 1 članek na teden. Pojdite prebrati komentarje na to, kar mi pišejo in boste razumeli, da nisem ravno recimo v liniji Fatto Quotidiano. Zdaj sem se z Mirkotom šalila in smejala, ker je zadnji članek, ki sem ga napisal o Venezueli, kjer sem nekoliko površno povedal to, kar vam bom zdaj podrobno razložil. Danes so me seveda označili za tajnega agenta Trumpa, ki ga plačuje CIA.
ti zagrešiš kaznivo dejanje povezanosti s Parabellumom? Točno. Potem je bil en odličen komentar, ki je rekel, ampak poglejte, avtor članka je v orbiti Parabelluma. Torej smo že vse povedali. Ne, ampak sem vam govoril, kolegice iz Paezeja, ker jaz na mednarodni ravni, če pustim mal, dovolite mi ta izraz, mal Italijo, ki je v novinarskem smislu mal samozadostna na mednarodni ravni. Pišem, objavljam v časopisu El País, torej kolegice iz El Paísa, kolegi iz El Paísa, delajo zelo dobre prispevke, reportaže iz Venezuele v novinarskem pomenu besede. Ne? Odkrivajo stvari, ki jih je režim, ki ga danes vodi predsednica Interja in Delcy Rodriguez, poskušal prikriti. Zakaj sem torej jezen? Ker vidim, kako se ta tema pokriva z novinarskega vidika. Zelo malo ljudi je bilo poslanih v Venezuelo. Oprosti, opazil sem, da takoj, ko so se začela svetovna prvenstva, druge stvari, ta zgodba, ja, po prvih 2-3... Nič, skoraj nič. Čeprav je Italija poslala reševalno ekipo, zato aplavz za Italijo, ker je bila prisotna. Ampak torej vidim poročila in smo šli na obisk. Ljudje iz Venezuele, ki so v popolni revščini, nimajo ničesar, pa vendar želijo to vseeno deliti z nami. Zgubili so vse, a otroci se smejijo. Obstaja paternalističen novinarski narativ, ki nima ničesa za ponuditi, samo analizira, ne poda pa nobene kritike. Danes večer tega ne bomo počeli, danes večer bomo govorili o resničnih stvareh, govorili bomo o stvareh, ki jezijo. Obljubim vam, da ko bomo končali z govorjenjem o Venezueli v tem prvem delu, boste tudi vi jezni. V redu, potem začnimo, če želiš, Mirko. In najprej vam so nam rekli in bodo še naprej govorili. Tisto, kar se je zgodilo v Venezueli, je bilo nepričakovano, nepripravljeno, nepredvidljivo. Dvojni udarec potresa, 7-2, potem 7-5, malo več ali manj kot 40 sekund. Lahko rečem, da sem neveden glede te zadeve. Čeprav sem neveden, vem, da hiše tam niso ravno zgrajene strokovno in to je bilo precej znano. In sem neveden glede te zadeve. Čeprav sem neveden, vem, da hiše tam niso bile ravno zgrajene strokovno in to je bilo precej znano. Ni samo, da je to potresno območje, vsakih 5060 let je tam potres. Tako da, skratka, že reči nepričakovana tragedija, ki je presenetila. Ne, zdaj dejansko je dvojni potres, tako kot se je zgodil, zelo redek potresni dogodek. Ne zgodi se recimo pogosto. Nisem strokovnjak na tem področju, vendar sem strokovnjak za nedavno zgodovino Venezuele in ne morem reči, da je bilo še kakšnih drugih potresov. Lahko. In če se malo vrnem, na začetni kartici, prvi in na desni strani, vidite stavek, ki je v središču mesta Caracas, ki ga izreče Simón Bolívar. Leta 1812, torej Simón Bolívar, ki je veliki osvoboditelj Amerik, vendar je bil Venezuelčan iz Caracasa, bil je Mantuano. Mantuani so bili tisti kreoli, otroci Špancev, rojeni v Ameriki, ki so imeli veliko posesti in veliko bogatstva. Leta 1812 pride do ogromnega potresa. In Simón Bolívar ob obupu venezuelskega prebivalstva, ki je poskušalo vstati in se uprl španskemu imperiju. Izreče ta slavni stavek, če se narava upre, se bomo borili. Borili se bomo tudi proti naravi in zmagali. Tudi o njej govori prav v povezavi z grozljivim potresom, ki je leta 1812 uničil Caracas. Torej, skratka, že v času Simona Bolívarja smo vedeli, da je območje potresno. Če gremo naprej, vidimo, da je to območje, kjer sta bila 1 ali 2 potresa, prav na prelomnici. Zdaj, to območje, ki ga vidiš na levi, kjer je Katja Lamarque, so tudi druga turistična območja. Predstavljajte si, da je to popolnoma obalno območje. Zato si zamislite zelo visoke stavbe, ki gledajo na plažo. Seveda, kristalno čisto, čudovito morje, Karibsko morje, za tem območjem. Potem je še ena slika, ki jo bomo bolje videli. Za tem območjem je gora, ki se imenuje Monte Avila. V redu. To je gora, ki ločuje Karibe od Caracasa. Za tisto goro je že prestolnica Caracas. In tam vidite označeno tudi drugo pomembno mesto, ki se imenuje Maiquetía, kjer je uradno letališče prestolnice. V Caracasu
je letališče, ki ga je poškodoval potres in je zato postalo neuporabno. Zaradi tega je bilo najbolj uporabljeno letališče v Valenciji, ki se nahaja v Valenciji, seveda v Venezueli, in je oddaljeno 2 uri od prestolnice Caracas. To vam povem, da vam dam nekaj osnovnih informacij. Tukaj sem dodal tudi nekaj ocen, ker vem, da ljudje, ki spremljajo ta kanal, tudi ti, Mirko, ste ljudje, ki imate radi številke in radi ste zelo natančni glede stvari. Torej, Urad Združenih narodov za preprečevanje nesreč je naredil oceno, kakšen je vpliv potresa na fizični, ekonomski in strukturni ravni. Neposredne fizične izgube v višini 37 milijard dolarjev. Od tega 24 milijard za stavbe in 13 milijard za infrastrukturo. Infrastrukturo, ki je bila že prej grozljiva. In zaradi slabe vzdrževanosti, malo posegov, ki jih je bilo v zadnjih 20 letih. Drugi bojo rekli, da je za to kriva gospodarska vojna Združenih držav Amerike, s čimer popolnoma odvzame odgovornost venezuelskemu režimu. Pomislite, te številke predstavljajo 4% bruto domačega proizvoda. Bruto domačega proizvoda. Oprostite, govoril sem v španščini. Venezuele. In zato je potrebno ocenjeno obdobje okrevanja za venezuelsko gospodarstvo v tem trenutku, da bi uspeli zapolniti to luknjo, je približno 180 let. Po teh številkah, ki prihajajo od ZN, ne prihajajo od kakšnega pristranskega vira iz kakšne pisarne v New Yorku, ne? Prihajajo iz Agencije Združenih narodov za preprečevanje nesreč. In tukaj na desni lahko vidite, kako so ostala nekatera območja podjetij Espanja z 15-20 nadstropji, ki so padla kot domine, eno nad drugim. Predstavljajte si človeško tragedijo, ker potem gremo pravzaprav pogledati, kaj pomeni potres te vrste v človeških terminih, kar nas more najbolj razjeziti. Za zdaj se govori o več kot 3300 mrtvih in režim Delcy Rodriguez noče govoriti o številu pogrešanih. Tukaj moramo narediti še eno opombo. To ni logika. Ker sem tam res prebral vse mogoče, 40 000, 50 000, 70 000, 80 000. Govori se o približno čedila, ni zagotovljeno, številka 2. Ničesar se ne razume. Govori se o približno 50 000 pogrešanih, ampak kdo o tem govori? SZO, ker je v Venezueli režim že približno 15 let, vzpostavil sistem statistične nepreglednosti, ne dajo podatkov. Ne dajo jih, ker jih nočejo dati, ali ker nima pravih in učinkovitih orodij za izračun teh podatkov na terenu. Dejansko, ko dajo podatke, so te podatki vedno neverjetni, ki nimajo nobene povezave z resničnostjo. Do zdaj je bilo zabeleženih 3300 mrtvih. Glede števila mrtvih smo lahko dokaj prepričani, ker je na terenu tudi Rdeči križ, ki deluje skupaj s strukturo venezuelskega režima. Podatke o pogrešanih pa poznamo po izračunih Svetovne zdravstvene organizacije. Govori se o približno 50 000 pogrešanih. In žal je ta številka zelo verjetna. Ker so v teh stavbah, ki so se zrušile, živeli ljudje. Poleg tega je bil to praznični dan, dan počitic, se je bil dan svetega Janeza, ki je zelo pomemben praznik v Venezueli, še posebej na obalnem območju. Tako je to sinkretični praznik religij in afriških ljudi. Danes potomcev Afričanov, ki so jih v verigah pripeljali iz Afrike in so na to ustvarili to sinkretično dimenzijo. Sveti Janez, bobni, torej je bil praznični dan, polne ulice, ljudje so praznovali doma, ljudje so praznovali na obali, zato so bile posledice še večje. Tudi zaradi tega je bilo tam veliko turistov. Že zdaj se govori o 20 000 razseljenih, ki jih bo morala podpreti OČA. Zdaj, za tiste, ki tega ne veste, sem mednarodni humanitarni delavec. Začel sem delati pred mnogimi leti na področju izrednih razmer, zato vam bom dal 3 podatke za tiste, ki še nikoli niso delali na področju izrednih razmer. Je pomembno vedeti, da se pri izrednih razmerah dela na 3 področjih. Reševanje, pomoč, okrevanje, torej reševanje predvsem prvih 72 ur, da bi poskušali rešiti ljudi, ki so ostali pokopani. In pri poplavah, potresih, ki gre za življenjske ali smrtne situacije, v tem trenutku se to obdobje lahko podaljša. Do Venezueli so iz ruševin rešili žive ljudi po 10 dneh, po 11 dneh,
vendar se v resnici že prvi reševalni timi, prvi reševalci pod ruševinami že umikajo iz Venezuele. Potem je tu druga faza, faza pomoči, faza olajšanja, na kateri bodo morali delati, da zagotovijo bivalni prostor za teh 20,000 ljudi, treba je oskrbeti ranjene in začeti po italijansko. Naprimer, kaj je bil tisti kontejner? Delati po italijansko, naprimer kontejneri z brodom za delo. Ja. Nažalost, mislim, da jim ne bo uspelo dobiti niti teh, Mirko. Italijanska metoda bi bila v tem smislu že pomembna nadgradnja za Venezuelo. In potem bo prišlo obdobje obnove. Ampak to je tretja faza, ki pride vedno veliko kasneje. In tukaj, kar vidite, in mislim, da je to postalo res zelo jasno potem, kaj se je zgodilo, največje rezervno premoženje Venezuele ni nafta, ampak njeni ljudje. Od prve minute, še preden so sploh razumeli, kaj se je zgodilo, ljudje so videli ruševine in porušene stavbe, začeli kopati z golimi rokami, da bi rešili ljudi izpod ruševin. Vojska se ni pojavila in še vedno čakamo. Čakamo, da se pokažejo, potem bomo o tem govorili. Tukaj vidite sliko venezuelskega umetnika, ki je ustvaril čudovito podobo z naslovom Narod rešuje narod. Ljudje rešujejo ljudi. Na sliki lahko vidite, naprimer, spodaj levo venezuelskega svetnika, ki je Don Gregorio Hernandez, bil je zdravnik in psa. Ne vem, če ga vidite, ta pes se imenuje Tsunami. Izvedel je na desetine reševalnih akcij. In iskanje ljudi pod ruševinami v prvih urah, v prvih dneh tistega potresa. Oseba, ki jo vidite zgoraj desno, se imenuje Il Topo. To je oseba, ki je sama v prvih 4 dneh iz ruševin rešila 60 ljudi. Sama, verjetno skupaj z drugimi ljudmi, vendar brez kakršnekoli pomoči uradnikov, vojske ali kogarkoli drugega. Bila je aretirana za 2 dni, sile so jo prisilno odvedle in skrile. Venezuelske varnostne sile, ker se je pred kamerami začela pritoževati, da vojska ni bila na ulicah, da ni bilo nobenega posedovanja države, da je bila vlada popolnoma odsotna in zato je bila aretirana. Kot vidite na sliki pod Il Topom, vidite pravzaprav, da ljudje med vsemi slikami, ki sem vam jih pokazal, in povejte, nisem jih iskal namenoma, ampak vse slike, ki sem vam jih prej pokazal, če jih greste pogledati, če vam uspe, pejte za trenutek nazaj, Mirko, poglejte slike spodaj desno. Vidite 2 sliki na levi in če pogledamo tudi tiste prej, ne vidite niti enega vojaka, ne vidite niti enega policista. To so vse ljudje z improviziranimi čeladami, z jopiči, ljudje, ki prihajajo iz drugih držav in izvajajo reševalne operacije. Salvador je bil eden prvih, pišejo so tudi reševalne ekipe iz Mehike, za katero veste, da je država z visokim potresnim tveganjem, zato so zelo izkušeni, vendar ni bilo prisotnosti vojske. Torej, če gremo naprej. Mirko, tukaj vam pokažem nekaj ekip, ki so prispele, je prispela in Španija. Seveda Španija je bila prva izven Amerike, izven ameriške celine, ki je prispela. Seveda zaradi kulturne in zgodovinske bližine, ki obstaja z Venezuelo, pa tudi Italija, Salvador, Katar, Bolivija. In reševalne ekipe so prispele, in tukaj to povemo, prav tako je praktično prvi večera in skoraj vseh držav. Torej, odziv je bil ogromen. Videli smo trenja z ameriško skupino, skoraj niso hoteli, da bi jih razumeli. Bomo prišli do tega trenja z ameriško skupino. To je najbolj neumna stvar na svetu. Mislim, jaz pravim, da je bil prisoten, ampak pravi eno. Obstaja ena stvar, Mirko, ki je skrita v narekovajih, ampak kdor pozna teren, ve, zakaj so bila trenja. Če pomislimo na La Guairo, reče se na La Guairo. Če pomislimo na La Guairo, pomislimo na območje, ponavljam, zelo turistično, v katerega je vlada veliko investirala. To je območje blizu glavnega letališča. Seveda govorimo o vladi, o režimu, ki se ukvarja z veliko nezakonitimi posli, v katere je vpletena vojska, so vpletene varnostne sile. Ena glavnih skladiščnih točk za vse posle, ki jih je imela vojska in ki so jih imele varnostne sile, je bila La Guaira. Takoj, ko je prišlo do potresa, prva težava, recimo, za tiste, ki upravljajo te posle, je bila zavarovati prostore, recimo, varne hiše, varna območja, kjer je bilo vse shranjeno.
in vse, kar je bilo del teh poslov. Dejansko se na neki točki v Laguari pojavijo tovornjaki, ki odvažajo sefove z digitalnimi biometričnimi ključavnicami. Torej vidijo se žerjavi, ki odvažajo kontejnerje, ki so kot sefovi, medtem ko osebnih vozil ni. Niti težkih, niti vojaških vozil, ki bi pomagala civilnemu prebivalstvu pri reševanju ljudi iz ruševin. Torej popolnoma nadrealne situacije, Mirko. Nadrealne. Laguaira je skoraj takoj zaprta s strani Diosdada Cavelja, ki ga vidite na desni strani slike. Na levi strani je Denzi Rodriguez, na desni strani slike pa Diosdado Caveglio, ki je notranji minister. ZDA so razpisale nagrado zanj, zato si dobro zapomnimo. Po Maduru ga želijo ZDA prijetnega. In ob neukrepanju vojske, venezuelskih varnostnih sil, ljudje predvsem iz Caracasa, iz manj prizadetih območij Caracasa, začnejo, kot vidite na sredinski fotografiji, ustvarjati humanitarni koridor z motorji in začnejo prinašati vodo, živila, maske, čelade, vse, kar lahko prinese na to avtocesto, ki iz Caracasa povezuje Caracas z Laguairo. In po manj kot enem dnevu, približno, je Laguaira militarizirana, zaprta strani vojske. Nihče ne sme skozi, prostovoljcem reče, da se morajo registrirati, preden lahko grejo naprej. In pravi, da to počnejo zato, da bi omogočili reševalnim ekipam delovati. Reševalne ekipe, ki jih večina sploh še ni prispela in vojaki niso delali. Zato ni jasno, na katere reševalne ekipe se nanašajo. Dejansko se misli, da so zaprli Laguairo, da bi omogočili iznos, ponavljam, cele vrste stvari, ki so bile prej, in da je bila prednost dana Diosdadu Cavelju, za katerega vemo, da vodi kolektive, torej paravojaške skupine, ki zasedajo venezuelske ulice. Zakaj je to pomembno? Ker smo jih med protesti od leta 2014 naprej stalno videvali, vojaki so nadzorovali ulice, težka vozila, orožje vseh vrst. In na vsakem vogalu smo videli tudi policijske sile, Sebin, Bolivarsko narodno gardo, vse mogoče. Zgodi se potres, pa ne vidimo nobene uniforme. Vojaki so ostali v vojašnicah. In zakaj je tako? Ker je razumljivo. Prva točka za Desi Rodriguez je bila, kaj storimo? Največje tveganje tukaj je državni udar. Pravzaprav je Desi Rodriguez šla na ulice veliko po potresu in bila, kot pravijo v španščini, izžvižgana. Žvižgi, kričanje, pregnali so jo, ker je niso in nikakor niso hoteli videti. In potem pridemo, in se bom za trenutek ustavil tudi zaradi vprašanj, da bi poskušali razumeti, pridemo na to do... Poglejmo za trenutek, če je tukaj ali ima naprej, v redu. Najprej je tukaj ta slika, ki je grozna, gremo kar na tisto sliko. Pomislite, da so tisti redki vojaki ali redki pripadniki Bolivarske narodne garde, ki so jih videli na tem območju, bili videni, kako ropajo hiše. Ta primerek, ki ga vidite tukaj na levi, so ujeli, ko je brskal po ruševinah, iskal, kar je potem tudi naredil, našel je, in dolarje. Odprta varnostna kaseta v hiši z dolarji. Sosede so ga ujeli, ko je poskušal odnesti dolarje, ga posneli in potem so venezuelske oblasti naredile celo predstavo, rekli so, da je bil areteran, da je bil suspendiran službe, ampak obstaja na desetine videoposnetkov, ki kažejo, kako so bili pripadniki Bolivarske narodne garde in prisotni vojaki oboroženi in niso imeli lopat, torej niso pomagali. To je še en zelo znan video tega venezuelskega trenutka. Vidite, da je to civilist z masko, Venezuelan, ki je dneve pomagal reševati ljudi iz ruševin in kriči na vojake, kaj ste prišli delati s temi vojaškimi orožji? Kje so lopate, kje so maske, zakaj ne kopljete? In seveda te osebe, pa se zdi se lahko reči, vendar tvegajo ogromno. Tukaj vidite še eno sliko vojaka, ki je pravkar nekaj odnesel iz hiše. Kaj ne? In zato je zelo veliko nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo, ki je bilo izraženo, naslednji diapozitiv, Desi Rodriguez na prvi tiskovni konferenci, ki jo morala dati pred mednarodnimi novinarji in ne pred novinarji režima. Ker so bili prej na tiskovnih konferencah Desi Rodriguez
prisotni novinarji Telesurja, venezuelski novinarji, ki jih plačuje režim, ruski in kitajski novinarji. Nihče drug. Na tej tiskovni konferenci pa so prisotni tudi kolegi iz časopisa El País in novinarji Telemunda. Kot vidite, tukaj je dekle, strokovnjakinja z dolgimi lasmi, ki je kolegica iz časopisa El País. Drugi novinar je kolega iz Telemunda, ki začne so spraševati Desi Rodrigueza, postavljati mu vprašanja, kot so: ampak zakaj vojske ni bilo videti in zakaj v prvih 72 urah ni bilo posredovanja strani vlade? Niso sprejeli nobenega ukrepa, ni bil izveden noben načrt, zato so začeli pritiskati. Odgovor Desi Rodriguez je bil: vsi ste bedniki in ustvarili ste medijski laboratorij, da bi diskreditirali ukrepe venezuelske vlade. Nobenega dejanskega odgovora, nobenih podatkov, nismo sprožili tega načrta. Rekla je samo: takoj sem poklicala Trumpa, da bi prosila za drone, ki bi lahko preleteli območje, da bi izvedeli, kaj se je zgodilo, in prosila za pomoč. To je vse, kar je rekla. Nobenega načrta niso pripravili. Torej, razumete, da sem, kot bi rekli po francosko, besen. In ker so resnično ljudje, ki jih poznam, prijatelji ljudi, ki jih poznam, umrli pod tistimi stavbami. In zato, mislim, tega se ne da ovinkariti glede tega, kar se je zgodilo. Obstaja zelo jasna odgovornost venezuelskega režima. Se za trenutek ustavim, zajamem sapo in prisluhnimo vprašanjem in komentarjem. Ali je ta situacija nastala šele zdaj, ali je bilo tako tudi prej, ko je prišlo do kakšne tragedije? Ali gre za vprašanje pogleda? Ali moramo najprej zavarovati območje? Vlada, namesto da bi dala prednost reševanju ljudi, ker ta zgodba o krajih, kjer gredo iskat stvari in podobno, daje vedeti, da je prioriteta nekaj drugega. Kaj za vraga počne tam vojak s strojnico? Nič ne pomaga. Če ne prime za lopato, ne kopa. Nihče ničesar ne premakne. Poleg tega so rekli, da so vojaki z strojnico tam zato, da preprečijo ropanje. Oni so ropali. Prav oni so bili tisti, ki so ropali, medtem ko so ljudje reševali ranjene iz avtomobila. Oprosti, Diego, moram igrati hudičevega odvetnika. Saj en ali dva primera ne predstavljata 20.000 vojakov. Ne, absolutno ne, ampak v španščini se temu reče lamativo. Absolutno, sredi tiste zmede, če mi pokažeš vsaj enega vojaka. Izstopa, da ni bilo videti nobenega vojaka z lopato, da ni bilo videti nobenih težkih vozil, da ni bil izveden noben načrt za obvladovanje razmer. In edini videoposnetki, ki krožijo, pozor, so od mednarodnega tiska, ki je bil tam na kraju dogodka. Nekaj ur po tem, kar se je zgodilo. To so vojaki, ki ropajo, postavljajo kontrolne točke, da ljudje ne morejo mimo, in hodijo po ulicah z strojnicami. Fantje, to je to, hvala. Te videoposnetki, ki so jih predvajali na različnih omrežjih, na različnih kanalih, več različnih videoposnetkov, ne samo enega. Torej, jasno je, da je prišlo do pomanjkanja usklajenega odziva s strani centralne vlade. In glede tega vprašanja sem pravzaprav pripravil še nekaj drugih diapozitivov, ki bodo odgovorili na to vprašanje. In stvar je taka, se spomnite, da je Maduro samo nekaj dni pred operacijo, absolutno resolucijo 3. januarja rekel: pridite po nas, pripravljeni smo. Pokazali so veliko ljudi, ki so izvajali usposabljanja z orožjem, vojsko, ki je premikala sredstva, vse skupaj. In potem se je izkazalo, da je bila med operacijo, ki so izvedle Združene države, skoraj nič odpora. Prebili so obrambo kot maslo in torej je bilo vse skupaj le predstava. To je populizem, postavljena predstava, cela vrsta velikih predstav. Kup videoposnetkov, vsi oboroženi, vsi pripravljeni in tako naprej. In potem praktično ni bilo nobenega odpora, pravzaprav so bili tisti, ki so večinoma umrli, kubanske straže. Da umrli so, čeprav so trdili, da jih ni bilo. Še dan prej so zanikali prisotnost kubanskih vojakov v Venezueli, še manj pa v obrambnem aparatu predsednika. Potem pa na neki točki nihče ne ve kako, ko so Američani prišli izvesti operacijo absolutne rezolucije. Je umrlo 32 Kubancev, nihče ne razume, kaj je tam počelo 32 Kubancev. Kakorkoli že, če se vrnem na vprašanje, ki nam je bilo zdaj zastavljeno,
ki je zelo pomembno vprašanje. In tukaj ne govorim, pozor, o političnem procesu in o čavizmu, v to ne bom posegal. Govorim o podatkih, o dejstvih, potem pa morate vi sami razmišljati po svoje in o tej zadevi. Torej, Chavez je malo pred smrtjo, leta 2012, 2011, 2012, uvedel veliko stanovanjsko misijo. Chavizem je bil sestavljen iz misij, torej bila je misija opismenjevanja, stanovanjska misija, vse tako. Stanovanjska misija je bila, da se ljudem, ki so do takrat živeli v nevrednih razmerah, izroči hiše. Rekel bi, da je to nekaj, kar je vsekako vredno praznovanja, nekaj, kar bi morale početi vse vlade, saj je pravica do doma, do dostojnega doma, po mojem mnenju pravica. In zato je Chavez zelo branil ta del bolivarske revolucije. Tako je on podelil več stanovanj, niso bile hiše v teh stavbah, ki jih lahko vidite tukaj spodaj desno, in v tistem, kar imenujejo velika misija Vivienda. Pozor, pravzaprav, kdo vodi razpise za to veliko misijo Vivienda, je gospod, ki se imenuje Alex Saab. Zapišite si to na list papirja tukaj desno ali levo in potem bomo še govorili o Alexu Saabu. Zdaj, kaj se zgodi? Te hiše, te stavbe, ki so se padle, prav? Zdaj se vidi, kako so bile zgrajene, polistiren ali ekspandirana pena prekrita s cementom. Stebri brez železnih jeder, na območju, za katerega se je vedelo, da je potresno, na desni strani. Gradbena metoda Mariupola praktično. Potem, kar sem videl, je nekaj grozljivega. Puščalo je na vse strani, predvsem pri okenskih okvirih. Naprimer, si lahko z ene in druge strani vtaknil prst. Ko se ti mudi in je povsod kraja in korupcija. Se zgodi, kraja in korupcija sta zagotovo prisotni, za naglico ne vem, ampak tam sta pa zagotovo kraja in korupcija. In na desni strani ni samo krivda, ampak tudi naklet. Ker je Japonska, ki ima z potresi kar nekaj izkušenj, pravkar sem se vrnil iz Japonske, in opazi se, da je to družba, ki je zelo pozorna na potresno varnost. Tako, med letoma 2002 in 2005 Japonska agencija za sodelovanje, ki je podobna italijanski ICS, vendar je to Japonska agencija za sodelovanje, je pripravila študijo o tleh, ki bo kasneje uporabljena, predvsem o tleh v La Guairi, ki se je takrat imenovala Vargas, in na območju Caracasa, študija o tem, da je to območje z visoko potresno nevarnostjo in svetovala je, naj se tam ne nadaljuje z gradnjo. Marca 2005 je to fotografijo objavil tisk. In teh dneh se vidi uradnika Japonske agencije za sodelovanje, ki izroča študijo o potresi situaciji na tem območju. Ta študija pojasnjuje, da tam ne bi smeli graditi. Ne samo, da gradijo, ampak gradijo te hiše, ki ste jih pravkar videli, iz stiropora, prekritih z apnom in betonom. Torej tukaj, če odgovorim na vprašanje, je tako samo zdaj, ko sta Densi Rodriguez in njen brat Jorge Rodriguez skupaj z Diosdadom Cabellom, ki vodijo vrh novega venezuelskega režima. Ne, to je sistem, ki so ga vodili in ga vodijo že leta. Torej, gre naprej. Seveda, ponavljam, tukaj ne kritiziram dejstva, da je bila misija Vivienda, da je bila misija opismenjevanja. Res je, kdorkoli pozna Caracas, in ponavljam, jaz sem tam živel, kdorkoli pozna Caracas, ve, da obstajajo tisti, ki jih imenujejo okoli Caracasa. Los Cerros Petare, na primer, ki bi jih v Braziliji imenovali drugače. Favele, kjer ljudje živijo v nevrednih razmerah, živijo brez priključka na elektriko, brez priključka na vodo. In zato je dejansko pomembno imeti vlado, ki skrbi za to, da tem ljudem zagotovi dostojna stanovanja. Pazite, niso jih podarjali. Moral si biti član stranke, moral si podpirati strankarske manifestacije, skratka, moral si biti povezan s celotnim sistemom bolivarske revolucije, če ne ti niso dali stanovanja. Torej je bil to predmet kupčije. O tem, je to prav ali ne, lahko še razpravljamo, ampak tako, zdaj na tej fotografiji, ki jo gledate, vidite del La Guaira. Kot vidite, je to obalna črta, kjer so zgradili, vidite, morje je čudovito,
kjer so zgradili vrsto stavb. In tisto, kar je zadaj, je Avila, to je Monte Avila. Zdaj, območje ni samo potresno, ampak je bilo v zadnjih letih tudi več drugih težav in naravnih nesreč. Leta 1999 se ta zvezna država še ni imenovala La Guaira, ampak Vargas, mimogrede zlobni jeziki, ker se je Juan Guaidó rodil prav tam. Pravijo, da so spremenili ime zvezne države, ko je bil Juan Guaidó začasni predsednik, da bi Juan Guaidó pokazali. Da so spremenili ime zvezne države, ker se je on rodil in ni mogel ničesar storiti. Kar pomeni, da kot predsednik ni pomenil popolnoma nič. Torej, ta zvezna država se je prej imenovala Vargas, zdaj se imenuje La Guaira. Torej, ali se zavedate, koliko podrobnosti, koliko stvari je v ozadju, koliko zgodb znotraj zgodb je treba povedati, da bi razumeli. Tako, La Guaira je leta 1999 doživela tisto, kar imenujejo deslave Monte Avila, torej Plas Monte Avila. Venezuelci govorijo o tej katastrofi. Kot trenutek, ko je gora dosegla morje, ko je gora prišla vse do morja, ker se je to zgodilo zaradi silovitih nalivov. Ogromen zemeljski plaz, ogromen zdrs blata, ki je prekril celoten Vargas, celotno to območje. In tudi tam ni jasno, koliko pogrešanih pravzaprav govorimo. Ker ponavljam, že takrat je bilo zelo težko natančno ugotoviti. Govori se o 780 žrtvah, približno 2000 pogrešanih, vendar so to številke, ki v resnici nikoli niso bile natančno zabeležene. In če gremo še dlje nazaj, 1967, se spomnite, kaj sem vam povedal, vsakih 50 do 60 let je v Venezueli potres. 1967, 29. julij, torej smo tam, približno isto obdobje, ob 8. Potres se je zgodil ob 6. uri po času Caracasa, tisti 24. junija, 20 km od prestolnice. Glavni sunek je trajal med 35 in 55 sekund z magnitudo 6,5, 6,7. 236 ljudi je umrlo, 2000 ranjenih in ogromna škoda ter popolnoma porušene stavbe. Razlika med fotografijami iz tistega časa, če si jih ogledate, in današnjimi fotografijami o tem, da so povsod vojaki s čeladami in lopatami. Povsod. Torej, skratka, Venezuela je bila na potrese pripravljena in je tudi vedela, kako reagirati, ko je bila prioriteta reševanje ljudi in ne preprečevanje morebitnega državnega udara. In iti reševati varne hiše z izkupičkom tihotapljenja. Ker za tiste, ki tega ne vedo, vojska v Venezueli skupaj z paravojaškimi enotami vojsko, ki jo je najprej vodil Vladimir Padrino López, ki je bil razrešen in odstranjen z položaja, in potem paravojaške enote, ki jih vodijo kolektivos, ki jih vodi Diosdado Cabello, so tisti, ki vodijo celoten črni trg v Venezueli. Celoten črni trg v državi, kjer skoraj nič ne kroži, ki je bil na silo dolariziran, kjer je ljudem zelo težko. Videl sem intervju, ki je bil res ganljiv, kjer so ljudje govorili, res je, vedno se pravi, da se materialne stvari lahko povrnejo, življenja pa ne. Ampak v Venezueli tudi materialnih stvari ni mogoče povrniti. Ne veste, koliko smo morali delati, da smo dobili tisto mikrovalovno pečico, da smo dobili tisti hladilnik, da smo dobili tisti ventilator, ker govorimo o krajih, kjer je zelo vroče. Tako da, poleg tega, da to zdaj doživljamo v vročinskem valu, se zavedamo, kaj to pomeni. Tako da že to, da so Venezuelci in Venezuelke v potresu izgubili še tisto malo stvari, ki so jih imeli, je zanje ogromna tragedija, seveda poleg izgube življenja. In potem zdaj tragedija v tragediji, ker v Venezueli, v državi, kjer ni delovalo prav nič, si moral za vse plačati. In zato zdaj, če imaš ljudi kot... Nič ni delovalo. Videl sem množico italijanskih propagandistov, ki so hodili tja in kazali, kako je vse lepo in čisto. Ne, seveda, pravzaprav bila je ena, ki se je ukvarjala s komunikacijo za venezuelski režim, morala je skleniti dogovor z Italijo, da ne bi pristala v zaporu, bila je prav žena tistega, ki smo ga prej omenili. Torej, hočem reči, propagando se da delati, ni nobenih težav. Ampak hočem reči, kdorkoli, ko sem bil leta 2018, ko sem živel v Altamiri, fantje Altamira so parioli Caracasa.
Altamira je kot Via Monte Napoleone v Milanu. Prav? Bil sem v Altamiri, pol dneva mi je primanjkovalo vode, elektriko pa sem imel en dan, drugi dan pa ne. In bil sem v Altamiri. Prav? Torej, potem ti pridajo povedati, da je vse čudovito, da je vse v redu, seveda. Za tiste, ki so povezani z vojsko, za tiste, ki vodijo črni trg, za tiste, ki imajo vojaške klube, kjer si leta 2018 vstopil v vojaške klube, zunaj si moral teden dni iskati toaletni papir in če si ga našel, te je stal $30. V vojaškem klubu so ti dali koktejl, meni zdaj se je, kot da si v Miamiju. Če si plačal z $, si lahko vzel, kar si hotel, kot da si v Miamiju. Fantje, to sem doživel jaz, tega mi niso pripovedovali. Bil sem tam, sam sem to doživel. Zato vam pripovedujem stvari, ki sem jih doživel osebno. In kaj se zgodi zdaj, ker se v Venezueli vse plačuje? Zdaj pa si, Mirko, predstavljaj to nesrečo. Ne, glej, Gio, predstavljam si, če moraš plačati za zdravstvo ali za kaj drugega, karkoli, ne? Ampak stvari o tem. Če nimaš denarja, ne priješ nikamor. Ne. Ampak ti si izgubil ljubljene, ki so pod ruševinami. In nihče jih ne pride izveči izpod ruševin. Moraš iti in plačati za žerjav, ga najeti, da pride tja in ga prositi, naj odstrani ruševine. Da bi lahko vsaj objel trupla svojih ljubljenih, ki so tam spodaj, ki že veš, da so mrtvi, ker niso pravočasno posredovali. Potem je tu še ena stvar. Počakaj. Dobro, Diego. Vprašanje. Zakaj se vsem tem nikjer v časopisih ne razpravlja? Ljudje so zgroženi nad tem, kar se dogaja v Gazi, zgroženi so nad mrtvimi v Ukrajini, nad Iranom. O teh stvareh, o vsem tem pa se sploh ne govori. Ja, berem tudi komentarje o tem, kar pravijo zgodbo o psučku, te stvari, ampak nihče ne naredi celotne slike. Kako? Ta tragedija, ki je bila pričakovana, se so potresi že od časov Bolivarja s hišami iz stilopora in tako naprej. Nihče ni izpostavil podrobnosti, ki si jih dal ti. Tudi sam, poleg tega, da nisem imel časa spremljati, nisem vedel za vse te stvari. Ampak kdo je v Italiji, v splošnih množičnih medijih, ki se spodobno ukvarja z Latinsko Ameriko, ki je tja šel, ki tam živi, ki govori špansko, ki ni tisti, ki govori špansko tako, da na koncu italijanskih besed dodaja s. In ni tisti, ki gre tja samo zato, da poroča za ene tekme svetovnega prvenstva, ampak tam živi, tam ostane. Lahko vam povem nekaj imen: Emiliano Gonella, Gabriela Saba, Alfredo Luis Somoza. To so specializirani ljudje, vendar so le redko v ospredju. Veste, politika jih sploh ne zanima, ne desnica, ne levica, vendar je zanimivo videti, da so te bitke običajno stvar levice. In težava je, da bi jim bilo nerodno obsoditi. Videl sem prizore, ko so Madura odpeljali v Livornu, ki je tipično komunističen kraj. Ljudje stari 60 let iz Livorna, ki niso nikoli bili v Venezueli, so se jezili na mlade Venezuelce, ki so govorili. Jaz sem tam živel, pobegnil sem, zato nam ni preveč žal, da so ga odstranili. Torej, so te ljudje hoteli tem mladim razlagati, kaj pomeni biti Venezuelan in kakšna je Venezuela, torej paradoks. Zakaj? Ker obstaja malikovanje ideologije, pravim, da delajo revolucije, medtem ko pijejo kapučino z rogljičkom v galeriji Viktorja Emanuela v Milanu in razlagajo Kubancem, kaj pomeni živeti na Kubi, razlagajo Venezuelcem, kaj pomeni živeti v Venezueli. Skratka, ampak, ponavljam ti, glede političnega in socialnega vprašanja, ker populizem seveda obstaja tudi na desnici. V Latinska Amerika preživlja obdobje vlad, ki so proti pravicam, kar resnično straši, resnično vzbuja strah. In zdaj pridemo tudi do Kolumbije, pridemo do Peruja, začenja se novo obdobje. To je resnično temačen trenutek, kot pravijo v španščini, za Kolumbijo, na primer. Ampak, če se vrnemo k temu, o tem se ne govori, Mirko. Zdaj, če stopam v bran tudi tistim, ki morajo delati televizijske novice. In je premalo časa, mi že 45 minut govorimo. Torej, včasih sem povabljen, da govorim v nekaterih oddajah. Zdaj, imel sem intervju z oddajo Le Jene, da bi govoril o operaciji popolne rešitve Venezuele. Govoril sem 35 minut, imeli smo lep intervju za fanti iz Jene, ko je potem prispevek izšel, je trajal 3 minute in pol. Ko grem v živo, mi včasih... Ne misli si, vzel sem vlak, da sem šel v Rim, na raj, ne vem, govoril sem mogoče 15 minut, če greš pogledat, je bilo minuto in pol.
Ne, ampak hočem reči, dejansko ni prostora, ne daja prostora, ampak tudi zato, ker jih ne zanima. Kar je precej presenetljivo, je, da je v Venezueli več kot 100.000 Italijanov ali ljudi z italijanskim potnim listom, potomcev Italijanov. Skratka, to je država, ki bi nas morala zanimati. Vsaj za tistih, ki jih imenujejo potomci ali zaradi migracije, ki je bila v Venezueli. Ampak glej, zdaj bi ti rad postavil vprašanje. Ti voglio fare una domanda, govori počasneje, tudi zato, ker je bolj koristno. Želim ti postaviti pomembno vprašanje. Na prvem mestu je zdaj seveda ta tragedija, ljudje, hiše za bivanje, šotor, topla hrana in tako naprej. Ali misliš, da je med tem, kar se je zgodilo Maduru s Trumpom in tem, kar se je zgodilo zdaj, na nek način Rodriguezova imela občutek strahu, da bi to lahko sprožilo ljudi? Paradoksalno je, da ne pošiljanje vojakov in pošiljanje le teh zgolj za nadzor, da se kaj ne bi zgodilo, lahko sproži nekaj kasneje. Mislim, si popolnoma zadev bistvo glede tistega prej. Kar se tiče potem Maria Corina Machado poskuša vstopiti, vendar ji ne uspeva, ne pustijo je noter, ker bi bila v tem trenutku prava bomba Maria Corina Machado v Venezueli. Noče ga dati Trumpu, mimogrede Trump je rekel. Poleg tega je Trump rekel, da Maria Corina Machado in poskusi vstopa v Venezuelo so kontraproduktivni, ker bi dejansko povzročili zmedo. Potres je še bolj izpostavil vse slabosti venezuelskega režima in zato omogoča Trumpu še večji vpliv. Ker so že odprli veleposlaništvo v Caracasu in so že prisotni na ozemlju, so na ozemlje že prispeli tudi ameriški vojaki. Mimogrede ste opazili, da ni bilo ekip kitajskih ali ruskih reševalcev in da niso hitro prišli na območje. Tudi to je bil znak, pomemben znak, kdo danes dejansko deluje na tem območju. Danes se Rodriguezova, če je mogoče, giblje na še višji ravni, lahko bi rekel, da je v še slabšem položaju. In mimogrede, prej si govoril o situaciji ameriškega reševalca, ki se je preperil z Diosdadom, Cavelio, ki mimogrede, ne vem, če ste opazili, je prevzel Salvinijev slog. Zdaj si oblači uniforme gasilcev, si oblači uniforme, a ne? Zdaj je začel razmišljati na ta način. Rekel bi, da v buldožerskem slogu. Začel se je prepirati z ameriškim reševalcem, ki je pod ruševinami našel žive ljudi. In zato so šli za vso potrebno opremo, da bi premaknili ruševine in rešili ljudi. Diosdado Caveglio skupaj z agenti SEBIN, venezuelske obveščevalne službe, in z vojaki ga ustavi in začnejo razpravljati. Potem mu Diosdado na neki točki reče, ne, ti moraš iti tja in ni premakniti tiste stvari, tukaj bomo poskrbeli mi. In on reče, glejte, tam so žive osebe, našli smo jih, torej našli smo žive ljudi tam spodaj. In Diosdado reče, ja, ampak vi ne smete priti sem, bomo mi poskrbeli. Ampak kako so oni poskrbeli? Niso imeli sredstva, niso imeli ničesar. In on mu reče, mi praviš, da nočeš, da gremo rešiti tiste ljudi. Na videoposnetku se točno vidi, ne? In Diosdado ga pošle stran. Jasno je, kaj se sklepa, da niso želeli, da bi ameriški reševalci s težko opremo šli na tisto območje, ker je bilo tam nekaj, česar niso smeli najti. Ali nekaj, česar niso smeli najti, ali pa je po mojem mnenju strah, da če kdo vidi tuje države, še posebej mogoče Združene države Amerike, ki posredujejo, je to na nek način oblika mehke moči. Ne, seveda, vendar so posredovali na drugih območjih. Najbolje razložim mehko moč. Mehka moč. Ker če vidiš državo, ki ti je še včeraj vzela voditelja in tako naprej, in zdaj začne pomagati, mimogrede, povem, če se države, kot so Amerika ali druge, vključijo in pomagajo pri obnovi, to je oblika pametne, mehke moči. Da poskušajo pokazati, izkoristiti slabosti režima, da pomagajo ljudem in tako ustvarijo tudi nekaj harmonije. Ja, seveda. Torej pristna dobrohotnost v tem smislu. Je to boljša strategija, kot ugrabljati ljudi ali metati bombe? Ja. Združene države se v tej strategiji očitno prav dobro znajdejo, ampak v tem smislu se vračamo k temu, kar sem ti prej govoril. Zakaj niso hoteli, da bi šli tja? Ja, že so posredovali na mnogih drugih območjih. Ponovno ti povem, zakaj so šli nadzorovati strateška območja. Ker, kot sem ti že rekel,
tako Diosdado Cabello kot Vladimiro Padrino Lopez sta na čelu glavnih nezakonitih poslov, ki potekajo v Venezueli, od rudasega loka Orinoka do nezakonitih prevozov po koridorju droge in še marsičesa drugega. Tako da je to razlog, zakaj še vedno ohranjajo oblast na določenimi območji. In zlike, ki jih kažeš, jasno kaže, da so pokopališča preobremenjena in da je izjemno vroče. Telesa so bila vsa zložena v pristanišču, na srečo so prispele donacije nekaterih krst, več kot 200 teles pa še ni bilo identificiranih. In izkopane niso bile množične grobnice. Če slišite besedo množične grobnice, to ni natančno. Izkopane so bile posamezne grobove. Tudi s pomočjo Rdečega križa z določenimi kodami, ima vsak križ svojo kodo, tako da se potem lahko ugotovi, kaj pomeni koda, kje je bilo najdeno, kateri stavbi. Ne. Tako se lahko po potrebi sledi nazaj in seveda pride do kolapsa bolnišnic. Jaz sem napisal reportažo za El País iz Venezuele leta 2023. 23. In iz Barquizimeta sem delal reportažo o stanju psihiatričnih bolnišnic, ki so bile v grozljivem stanju. In kolaps bolnišničnih ustanov v Venezueli je bil že nekaj znanega, zato si lahko predstavljate, kaj se dogaja v tem trenutku. Ljudje morajo iti v bolnišnico in prinesti zdravila, povoje, gaze, vodikov peroksid. Spravi, lahko ti nudijo oskrbo in pomoč. Predstavljam si zdravnike, zdravnice, moške in ženske, medicinske sestre in brate, ki poskušajo narediti, kar lahko. Ampak seveda brez možnosti, brez človeških virov, brez sredstev, brez fizičnih sredstev. Za trenutek bi se ustavil pri katoliški cerkvi. Ima vlogo v Venezueli, mislim, dejavnosti v tem smislu, podpore Torej, ali pa vera na splošno. med bolivarsko revolucijo in tudi zaradi velikega približevanja Huga Chaveza Kubi je bila najbolj prisotna vera Santerja. Hugo Chavez je bil Santero. In Maduro se je zelo približal evangelikom in pentekostnikom. Zelo prisotna je mit o devici. V različnih delih Venezuele je devica Marija zelo prisotna. In na primer v Barquisimetu, mestu, ki ga dobro poznam, ker je moja partnerka iz Barquisimeta, in božanska pastirica, na primer, januarja praznuje božansko pastirico, ki je devica Marija z pastirskim palico. In je več podob device Marije, tudi tista nacionalna, ne, seveda. Ampak cerkev ni imela vloge nasprotovanja do Hugo Chavez. In v zadnjem času je prišlo do manjšega zbližanja po kanonizaciji 2 oseb v Venezueli v zadnjih letih. Vendar so Santerija ter evangelijske in pentekostne cerkve tiste, ki so pridobile veliko večjo prevlado. Potem pa so tu še druge altre sinkretične religije, na primer na območju Chivacoa, ki segajo, ponavljam, v čas osvajanja in suženjstva, zasužnjevanja Afričanov, pripeljanih v verigah v Ameriko. Kar je na to privedlo do sinkretičnih kultov, ki jih ni mogoče ravno ali natančno razložiti s podobnostjo s katolicizmom. Torej, izkoristim priložnost, vidite, da smo skoraj 1 uro, zato se zahvaljujem sponzorju, saj moramo še govoriti o številnih drugih situacijah. Seveda je današnji sponzor naš dragi prijatelj Incogni, ki nas spremlja že na številnih prenosih v živo, tudi v poletnem obdobju, kar zagotovo ni slabo. Osebno ga uporabljam, saj tako si prihranim nekaj živcev, saj dobivam manj neumnih novic in telefonskih klicev. Torej, kaj počne Incogni? Predvidevam, da tudi vi, tako kot jaz, vsak dan prejemate spam, različne storitve, neumne telefonske klice, robotske klice in podobno, ter ste zmedeni, kako so vas sploh dobili na svoj seznam, naj bo to vaš e-poštni naslov ali telefonska številka. Vidite, vsakič, ko se registrirate na kakšno spletno stran ali brezplačno storitev, med drugim, če je nekaj brezplačno, pomeni, da ste izdelek vi, vzeli so vaše podatke. In to je ravno bistvo, v tem vas nategnejo. Torej, kaj počne Incogni? To je storitev, ki se ukvarja z odstranjevanjem osebnih podatkov z interneta, z različnih spletnih strani in podatkovnih posrednikov.
Kakšen je cilj? Zmanjšati količino vaših informacij, ki krožijo po spletu. To pomaga ne le preprečiti, da bi bili vaši podatki preprodani za marketinške namene, ampak tudi zmanjšati količino neželene e-pošte in nezaželenih klicev. Poleg tega zmanjšate tveganje, da bi bile te informacije uporabljene za zlonamerne dejavnosti, kot so prevare ali ciljani napadi. Torej, manj podatkov na spletu pomeni manj možnosti za profiliranje. Torej, pri Inkovni, za razliko od drugih, vaših podatkov ne preprodajajo. Seveda, plačate malo, pravzaprav zelo malo, saj imate 60% popusta, če uporabite povezavo v opisu, v pripetem komentarju in v klepetu. Poleg tega pa še podpirate kanal. Ne pozabite, če vas ne najdejo, vam ne morejo težiti. Jaz imam svoj osebni slogan, ki je: kakšno vrednost dajete svojemu času? Raje imam, da prejmem 10 klicev manj na teden, kot da bi moral zapravljati svoj čas z vstajanjem in morda prekinjanjem kakšne dejavnosti. In potem ugotoviš, da je to prekleti klicni center. Iz Severne Afrike, ker ga imajo zdaj v Alžiriji, v Maroku, vi dobi čudne klice iz Albanije. In tako naprej. In poleg tega podprite kanal. Glede na teme, ki jih bom nocoj moral uporabljati na polno, ker ko govoriš o potresih in teh stvareh, ti YouTube ravno ne gre na roko. Torej, če se vrnemo k stvari, katero naslednjo situacijo želiš obravnavati? Zakaj si umrl? Če želiš, hitro zaključimo z Venezuelo, potem pa gremo naprej. Torej, kaj se bo zgodilo zdaj? Kot sem vam rekel, v izrednih razmerah so 3 faze. Reševanje, pomoč, okrevanje. Venezuelci se zdaj seveda počutijo zapuščene. Videli ste, da vlada ni reagirala. Reševalne ekipe odhajajo, prihajajo druge ekipe. Španija je pravkar poslala svojo ekipo za prvo posredovanje po nesreči. In prišle bodo še druge. Ampak skratka, država mora ukrepati, se ne morejo biti posamezne države z svojimi ekipami in reševanimi skupinami tiste, ki bodo ponovno postavljene na noge gospodarstvo, ki je bilo že leta prizadeto zaradi notranjega izčrpavanja. In seveda tudi gospodarska blokada Združenih držav ni pomagala, sploh ni pomagala. Zdaj pa je še ena situacija, to je pomembno, nisem jo vključil v predstavitev, vendar jo želim izpostaviti. Med tragedijo v Vargasu se je opazil porast trgovine z otroki, takoj po tragediji v Vargasu, ker je veliko otrok ostalo sirot. In zato so mafije ukrepale, so se aktivirale v tej smeri. Zdaj, veliko otrok je ostalo sirot, med to tragedijo iz preprostega razloga matere so se med potresom vrgle nanje, ali so jih skušali zaščititi, tako kot bi to storila vsaka mati, verjetno tudi vsak oče. One niso umrle, niso še živele, vendar pa so otroci, dečki in deklice, preživeli. Tako so že centri, kamor so te otroke pripeljali, že so aretirali ekipo, ki je poskušala pretihotapiti več otrok. Vendar so že bila prijavljena nekatera spletna mesta, kjer so zelo čudni oglasi, kjer prodajajo lutke, visoke 66 cm in težke 11 kg, skoraj nove, z malo praskami. Lahko jih pridete iskat za $3000. In če jih greste iskat, če iščete po družbenih omrežjih, boste našli različne prijave teh videoposnetkov. Torej, zdaj je ena prioritet, UNICEF je že ukrepal, poskušati zaščititi te otroke, ki jih bo treba tudi šolati. Poleg tega pa bo treba ugotoviti, kako pomagati in podpreti tiste, ki so izgubili vse. Danes so med tistimi, ki plačujejo, da bi bagri izkopali njihove bližnje iz ruševin, in med tistimi, ki plačujejo, da bi dobili trupla svojih bližnjih, ki so bili odpeljani, so bili identificirani, ampak da bi lahko dali etiketo, ki pravi, da je to tvoj brat, ti zahtevajo denar. Sicer pravi, da ga bojo dali med tiste, ki niso identificirani. Tisti, ki ne poznajo Venezuele, si ne morejo predstavljati, o čem govorimo, nimajo pojma, o čem govorimo. Zato ponavljam, ko vam nekdo, ki je zelo ideološko usmerjen, začne pripovedovati veliko stvari, ki jih v resnici nikoli ni doživel v Venezueli.
Tako je, na Redditu, točno na Vintedu, hvala. Nisem hodil tega sam povedati javno, ampak res je Vinted. Tako da boste našli veliko teh oglasov, prijavite jih, bodite previdni. In so se aktivirale mreže, ki jih dobro poznamo, ki so prišle v ospredje ob primeru Epsteina, ampak ne mislite, da je bil Epstein edini. Torej, to je nekaj zelo resnega, o čemer bi naprimer pričakoval resno poročanje strani osrednjih televizijskih medijev, strani tistih, ki so šli tja na teren in da malo povedo, kaj se dogaja. No, zdaj, ko smo naredili reklamo, bom tudi jaz naredil svojo, Mirko, reklamo. Če želite spremljati Latinsko Ameriko na ta način, če želite slišati novice z lokalnim poznavanjem, me lahko spremljate na Instagramu ali tudi na drugih kanalih, ampak Instagram uporabljam. In še več za deljenje člankov, ki jih objavljam v časopisu Il Paese, člankov, ki jih objavljam v drugih časopisih in potovanj, ki jih pogosto opravljam po regiji. Tako da, če me želite spremljati, mi je to veselje. Pomembno je imeti kanal, predvsem med ljudmi, ki me spremljajo iz Italije, da lahko te informacije o Latinski Ameriki pridejo tudi v Italijo. Poskušam ne objavljati novic ali člankov samo v španščini, ampak tudi v italijanščini, obljubim vam. To je, če mi pomagaš ti, Mirko. Če dodaš Instagram v klepet, tako ga bodo imeli na voljo. Če želite, me najdete tam, Afna Diego Battistesi. Ne vem, če so še kakšna vprašanja, morda tudi provokativna vprašanja ljudi, ki se ne strinjajo. Vam ni všeč narativ, ki ga podajam. To je pomembno, ker tako lahko še bolj odpremo pogovor. Prešel bi na Kubo, ker iz krize v krizo, če je Kuba imela povezave, so si vsaj pomagali in tako naprej. Zdaj, celo tisti, ki pomaga, pomočnik, ni več jasno, kdo ima kakšno vlogo. Ker tukaj gre za to. Ena tragedija za drugo praktično. Trenutno Kuba doživlja situacijo, o tem smo govorili, mi smo o tem govorili. In tudi tukaj se spomnim s Klaudijem, ki se je pravkar vrnil z Kube. In situacija zdaj je taka, da so bile narejene, to bomo potem videli na diapozitivih, 176 reform na hitro, da bi popolnoma odprli otok za tuji kapital, za tuje banke. In vrsta ukrepov, ki služijo temu, da pomirijo strica Toma, oziroma strica Sama, oprostite, da pomirijo strica Sama, ker vemo, da v tem trenutku je zelo močan pritisk, zelo močno vmešavanje, tako se temu reče, na Kubo. In to je pritisk, ki bi, če ga ne bi izvajale Združene države nad Kubo, ampak neka država X nad drugo suvereno državo, bi se vsi držali za glavo in govorili, da je to očitno nekaj, česa se ne sme početi. Združene države pod Trumpom pa so nas na to in še marsikaj drugega že navadili. Imam nekaj vprašanj, ker sem dobil nekaj namigov od prijateljev in podobno, ki jih imajo tudi oni od drugih in tako naprej. Ali je res, da recimo vodilni in podobno pogajajo o prostem odhodu? Tako da si zagotovijo osebna sredstva ali z jamstvom, da njihovi bančni računi ne bodo prizadeti, ali denar, ki ga imajo v tujini in podobne stvari. Medtem pa je vedno ista zgodba, ki se je zgodila tudi v Venezueli in se dogaja tudi v Venezueli. Ni naključje, da se na neki točki začnejo pojavljati fotografije kubanskih vojakov, ki se srečujejo z Radcliffom, ki se srečujejo z drugimi ameriškimi generali. Jaz mislim, da Veš, jaz imam nekaj virov, na neki točki izmed mnogih stvari pridejo do mene tudi te. Mi pravi, da praktično da se pripravlja odpravnina. Evo. Na neki točki se postavi eno od vprašanj, še posebej zato, ker je bo stališče Kube prej drugačno. To, kar zdaj gledate, je zato, ker ons Jota v španščini pomeni 11. julij. 11. julija pred 5 leti, leta 2021, je bil največji notranji izziv kubanskemu režimu od zmage revolucije januarja 1959. Kaj to pomeni? Da prvič ne iz Miamija, ne iz ulice Ocho, ne iz pisarn v New Yorku, ne iz Washingtona, ampak iz ulic Havane in drugih kubanskih mest so se dvignili protesti proti kubanskemu režimu in proti partiji. Protesti, ki so se začeli v kulturnem sektorju,
Ne vem, če se spomnite te slike številnih mladih, ki so šli pred Ministrstvo za kulturo protestirati. Pozor, tukaj ne smemo verjeti logiki, da so bili protirevolucionarji ali antikastristi. Preprosto so protestirali, ker je sistem dušil ves kulturni in umetniški izraz. Bil je zelo klientelističen in zelo nepotističen. In bil je zelo takšen. Ali sediš v moji liniji, ali pa ne delaš. To novim generacijam ni več šlo po godu. Zato so zahtevali dialog s kubanskim režimom o kulturni produkciji in svobodi izražanja. Reakcija kubanskega režima je bila popolna represija. Danes je na Kubi več kot 1000 političnih zapornikov. Večina jih je sodelovala v protestih, ki so izbruhnili od 11. julija 2021 do danes. Po teh protestih se rodi gibanje, ki se začne imenovati Patria i vida, domovina in življenje. Ker je bil slavni slogan Castra med revolucijo domovina ali smrt, kaj ne? Zmagati ali umreti. To je Joe Tuel, ki ni ravno predstavnik levice, vendar je eden izmed Uglednih intelektualcev. ki je danes z kulturnega vidika ena glavnih referenc in med najbolj razširjenimi, torej z največjim dosegom. V resnici pa, če gremo naprej na naslednji diapozitiv, so pravi kulturni snovalci protesta. Ljudje, ki so umetniki, ki so intelektualci. To je Luis Manuel Otero Alcántara, ki je bil zaprt in je še vedno v zaporu na Kubi, vizualni umetnik, ki je bil eden glavnih ustanoviteljev tako imenovanega gibanja San Isidro. Pozor, gibanje San Isidro, ki, če poslušate vse tiste, ki seveda vedno govorijo o zaroti, pravijo, da ga financirajo Združene države, kubanska desnica v Miamiju, ker je nemogoče misliti, da bi umetnik sam od sebe na Kubi mislil, da so nekatere stvari narobe. Torej, mora nujno biti tako, da nekdo prejema denar od nekoga. Ne more biti, da bi to rekel kdo drug. Ne, da stvari ne delujejo. Točno tako. Ne more biti briljanten umetnik, ki pa ne zna razmišljati. Ste videli, ko smo se povezali z lokateljem, da je telefon lovil signal samo v enem kotu. In da so imeli generatorje za elektriko. In da je edini kraj, kjer je bila elektrika, bil hotel le nekaj metrov stran. Vse ostalo pa je bilo v temi in tako naprej. Lahko dela propagando, kolikor hoče. Jaz imam nekoga, ki se je priklopil tam in mi pokaže, kakšen je kraj. Ampak glej, neverjetno je, kako vsi priznavajo, jaz prvi, da če obstaja država, ki je ogromno vlagala v kulturo, je to Kuba. Dejansko, ko danes govoriš s Kubancem, ki ima 50-60 let, ki prihaja iz časov revolucije in pismenosti ter vlaganj, kar se tiče kulture v povprečju v Latinski Ameriki, je to oseba z izjemno široko razgledanostjo. Torej, če je ena stvar, ki jo Kubanci, vsaj prej v zadnjih 10-15 letih, ki so bila grozna, tudi z vidika šolske infrastrukture in vsega ostalega, znajo početi, je razmišljati. Dobro razmišljajo, so dobro izobraženi, Pazite pa, dobro razmišljajo, so dobro izobraženi. Ni nevarno. Ne, ampak v resnici dobro razmišljajo, so dobro izobraženi, samo dokler se strinja z režimom. Če se ne strinja z režimom, so potem vsi neumni, ki prihajajo, ki jemljejo denar od Združenih držav. V trenutku, ko se odločijo povedati nekaj, kar je proti režimu, prenehajo biti izobraženi, kulturno pripravljeni in postanejo podrepliki. Neverjeten je ta prehod, kar jih spremeni v popolnoma prazne ume. No, torej, gibanje San Isidro, ki se razvije nekoliko pred protesti leta 2021, vendar leta 2021 postane ena izmed osrednjih točk in na to da povod tudi za arhipelago, ki je nekoliko večje gibanje. Vse osebe, ki jih vidite na tej fotografiji, so ali v izgnanstvu, ali v zaporu, ali v hišnem priporu, ker obstaja tudi drug sistem, ki je zdaj v veljavi. Morda ne vse. Hočem reči, nočem uporabljati absolutov, vendar je večina teh ljudi ali v izgnanstvu, ali v zaporu. Luis Manuel López Alcántara je še vedno v zaporu ali v hišnem priporu. Se pravi, prisiljeni so ostati doma, ker imajo pred vrati 2 stražarja v civilu, ki jim ne dovolita oditi ven, zato ne morejo imeti nobenega stika z zunanjim svetom. Njihova varnost si predstavljam. Tako je. Potem pazi, jaz tudi, ker ista stvar in Eva Bema, ti Diego, ne? Intervjuval sem tudi ljudi, ki so
v izgnanstvu tukaj v Madridu vedno za El País. Nekateri so skrajni desničari, drugi so levičari. Pozor, ker so tudi levičari, ki so proti temu, kaj se dogaja na Kubi. Prej sem prebral komentarje in se strinjam. Ne smemo posploševati ali absolutizirati mišljenja migrantov ali diaspore, ker je na primer tukaj v Madridu večina diaspore povezana z venezuelsko opozicijo. Torej, sredinska desnica ali desnica. Zelo trda, zato seveda pripoved in narativa, ki ti jo oni predstavijo, ni resnica. Vendar pa tudi ne moramo misliti, da je na primer v primeru Venezuele vseh 8 milijonov Venezuelcev, ki so zapustili državo, desničarjev, ali da so vsi enaki ljudje. In da niso sposobni razmišljati ali videti, ali gre za desni ali levi režim. Mislim, da to postane precej nepomembno. Obstaja zelo pomembno vprašanje. Ti gibi so znotraj etničnih skupin bolj razširjeni med španskimi disidenti kot med mešanci. Ni vprašanje gibanja. San Isidro, legendarni. Imamo San Isidro znotraj etnične skupine, zagotovo. Kuba je, mimogrede, otok, kjer je prebivalstvo afriškega porekla zelo prisotno. Eno od območij z največ prebivalci afriškega porekla v vsej današnji Latinski Ameriki in na Karibih. Kar zadeva Venezuelo, voditelji, ki vodijo državo, kljub temu, da se govori, o revolucijah, ki prinašajo enakost, pravičnost, enakopravnost in vse to. Če pogledate ožji krog venezuelskega vodstva, ne boste videli niti ene osebe afriškega porekla. In videli boste zelo malo pripadnikov staroselskih ljudstev, če sploh katerega. In če na Kubi vidite enako, v Nikaragvi prav tako, vendar moramo reči, da enako vidimo tudi v venezuelski opoziciji. Torej gre pravzaprav za vodstvo, za elitizem. In zelo dobro opredeljuje družbene razrede v Venezueli. Ampak tudi zato. Predtem je naš tip SAP, ki si nam ga moral razložiti, v redu, ampak to bomo povezali s Kolumbijo, to bomo navezali na Kolumbijo. No in... v redu, ampak to bomo povezali s Kolumbijo, to bomo navezali na Kolumbijo, na koga sem se skliceval. Moram biti previden, ker tudi če govorim resnico, moram paziti, kaj rečem, ker potem dobim tudi tožbe zaradi obrekovanja, razumeš? Tukaj sem vam navedel vse reforme, ki jih je uvedel Díaz-Canel. 176 reform, ki so namenjene popolni spremembi podobe Kube, kot smo jo poznali do zdaj. In tako še bolj poglobi reforme, ki jih je že uvedel Raúl Castro. To pa jasno stori pod pritiskom Združenih držav Amerike, ki je dosegel najvišje ravni. Obstaja tudi delna liberalizacija trga nepremičnin. To je bil eden ključnih elementov kubanske revolucije, ki je določil, da morajo biti vsi lastniški dokumenti kubanski. Zasebna podjetja bodo lahko uvažala in izvažala, okrepila se bodo mala in srednja podjetja, odpravljajo se različne operativne omejitve in povečuje se upravljavska avtonomija. Tuje investicije bodo dovoljene. Obstaja tudi odprtost do kubanske diaspore, ki je bila vedno videna kot hudič in kot sovražnik. Skratka, ne verjamem, da bo Rubio popustil, pravzaprav v tem primeru pridemo do tega, da je to definicija. Če moramo pristati na slabo kopijo kapitalizma, potem raje vzemimo originalni kapitalizem in odstranimo režim. Ker dokler je režim vseeno branil duh revolucije, socializem, se lahko strinjamo ali pa ne, ki je vseeno pripelje do neuspehov. Res je tudi, da je s takšno blokado zelo težko. Vendar je privedel tudi do gospodarskega upravljanja, ki ni bilo ravno uspešno. Tukaj lahko rečeš, v redu, še naprej bomo branili neko idejo. Ampak če na neki točki sprejmeš, čeprav ne v celoti, pa vsaj delno, tiste smernice, ki opredeljujejo kapitalizem, proti kateremu si se boril 80 leta, na neki točki lahko nekdo znotraj reče, v redu, če moramo biti slaba kopija, vzemimo original. In vzemimo tudi koristi originala. Zato bodite previdni. Oči uprte v Kubo. 11. julija, zakaj? 5 let od protestov, ki so prvič pretresli državo. Od revolucije naprej. Mimogrede, 5 let, ki jih obeležujemo v resnično težkem, resnično kritičnem trenutku za otok. Torej, bodimo previdni, ker se lahko zgodi nekaj novega in nepričakovanega.
Čakaj, da malo pogledam. Ja, mimogrede, obstaja ena stvar, povem vam, izdali smo drugo posodobitev naše. Sporočite nam, če je vse v redu. Torej, za tiste, ki ne veste, kaj je aplikacija, povezavo najdete v opisu. Praktično gre za aplikacijo, ki razvršča vire in novice, tako da jih lahko razdelite po geopolitičnih ali tehničnih merilih. Novice o dronih, letalih, raketah in podobno. Ki je edinstvena v svoji kategoriji. Ni ne leva, ne desna novica, kot to počne Fronte News ali kaj podobnega. To je namenjeno posebej ljudem, ki spremljajo kanale, kot je ta. Ne več in ne manj. Naprimer, če želiš samo novice o Kubi, Venezueli in podobno, ti filtrira samo novice o Kubi, Venezueli. In ti pokaže tudi stopnjo zanesljivosti tega vira. Torej, kolikokrat je ta časopis govoril neumnosti, ker so ga drugi časopisi razkrinkali. Tako saj veš, da če pride ven novica, da je recimo Corina Machado našla zlato žilo in so vsi postali milijarderji. No, če ti to pove recimo, kako se že imenuje, Faro di Roma, potem mu ne bi preveč zaupal. Kar se tiče zanesljivosti, recimo. To je bilo o vseh vilah Zelenskega, Goebbelsa, Karlovi vili, hotelu na Cipru, igralici, ne spomnim se kje in tako naprej. Lahko ti tudi pove, pazi, ker je tisti novinar v orbiti Parveluma. Ja? Verjetno ti lahko pove. Mimogrede, Ti si edina stvar, ki drži gor. objava z 10% stopnjo zanesljivosti iz Fatto Quotidiano. Se pravi, uničuješ me. Kar bi bil popolnoma negativen rezultat. Potem pojdimo sem, tukaj. So reforme, v redu, še vedno smo pri reformah. Ja, za zaključek malo o Kubi. Dejansko sem vam tukaj na hitro povzel reforme. Verjetno govorimo precej površno o Kubi, o kateri bi lahko govorili 10 ur. Ampak to je zato, da vam dam malo občutka, vam dam nekaj iztočnic in vam povem, da v naslednjih dneh spremljajte, kaj se dogaja na Kubi. Tudi zato, ker so ZDA zdaj izpadle z mundiala, tako da ima Trump zdaj prost čas in se bo spet začel igrati na drugih prizoriščih. Torej vidite, da so med najpomembnejšimi novostmi uvedene zasebne banke in odprtje naložb kubanski diaspori, kar je bilo do pred kratkim prepovedano nepredstavljivo. Delna liberalizacija nepremičninskega trga, kot sem vam rekel, zmanjšanje univerzalnih subvencij, tudi zato, ker v znameniti knjižici ni bilo več ničesar, saj se ni več ničesar razdeljevalo, ter večja avtonomija za podjetja in kmetijske proizvajalce. Dejansko tudi meni, vidim, da Marko Baroncini celo omenja zasebne banke, tudi meni je ostalo v spominu to o zasebnih bankah. To je tisto, kar me je najbolj pretreslo. Ker sem rekel, fantje, to je manever, ali želijo posnemati kitajski model, ampak ja, zdaj seveda ne, ampak zdaj se seveda govori, da je Kitajska in da je seveda Kitajska vzor, po katerem se zgledujejo. Seveda je vedno treba zgraditi neko pripoved, Nikolo, ti to veš bolje od mene. Ne moreš reči, da so nam zlomili roko in da moramo to nujno narediti. Ne. Treba je reči, da smo videli, da je na Kitajskem delovalo, zato bomo zdaj to naredili tudi mi. Seveda je vedno treba najti način, da se lahko iz politične krize izlečeš, ampak če želiš, gremo naprej. V Kolumbijo, tako bomo prišli do SAP, ki niti si z majicami. Gremo v Kolumbijo, gremo v Kolumbijo, gremo v Kolumbijo. Tudi zato, ker iti v Kolumbijo je kot iti v mlin. Tam se zaprašiš. Gremo v Kolumbijo, kjer je oseba, ki jo moramo imenovati predsednik, Abelardo Vélez Perea, in torej ni le neka oseba, uspel postati predsednik, zmagal je recimo v zadnjem trenutku proti Ivanu Cepedi, izjemno prefinjen intelektualec, verjetno bi bil eden najboljših politikov Latinske Amerike v zadnjih 20 letih. Vendar zelo dogmatična oseba, ki se med volilno kampanjo ni uspela dovolj oddaljiti od tega, kar je bilo. Nekateri Petrojevi narativni spodrsljaji, kot je bil tisti o naredimo ustavo dajno skupščino za reformo sistema ali družbene pogodbe v Kolumbiji, in vsem je takoj pada na pamet Venezuela, zato so rekli ne.
naprav. Ampak tukaj me takoj spomni na Beltronija. Točno, tako da vsem. In torej, skratka, bilo je več dejavnikov, ki so potopili kandidaturo Spere, ki je vseeno dosegla skoraj 13 milijonov. Torej, hočem reči, država je očitno razdeljena. Problem je, da je zmagal gospod, za katerega niti ne vem, katero besedo bi uporabil, ker je precej sumljiva oseba. Posli, ki jih je počel. Je odvetnik in zadnjih 10-15 letih je branil celo vrsto oseb, ki so najslabše, kar je Kolumbija proizvedla. Torej je, in to lahko rečemo tudi v volilni kampanji, je bilo rečeno, bil je odvetnik kriminalcev in je oseba, ki ima obsesivno navezanost na Združene države. Ima celo ameriško državljanstvo. To bomo še videli. To bomo videli tudi kasneje. Seveda je oboževalec Bukeleja, Mileja, Trumpa. Pravzaprav ponavljam, v reviji Paese so bili članki, ki so govorili, da so Bolsonaro, Milei, Bukele in Trump imeli sina, ki mu je ime Abelardo. In potem se je pojavil Abelardo. Torej, ta gospod je branil, oziroma ne, ni branil, imel je recimo odnose in je branil, ne kot odvetnik, ampak javno, dejanja Mancusa. Zdaj ne vem, če vi veste, kdo je Mancuso. Ampak Mancuso je bil eden glavnih kriminalcev in morilcev. Seveda. Kolumbijcev. Mislim, hočem reči, nikoli niste zadovoljni. Eden, ki ga greste. Si ugledati zgodbo. Je fant. Kot rokavi v zaporu, no, dejno. Pejte pogledati, kdo je Salvatore Mancuso in rečete, no, ampak fant je tudi nekdo, ki je bil morda na njegovi politični strani, tako rekoč, se z Mancusovimi metodami morda ni ravno strinjal. On ga je branil, češ, da jih je Mancuso bil premalo. Moral bi narediti še kaj hujšega, kot je. Ne, narediti prav. Male pritiskal tudi na uribisično stran. Pomislite, da je Uribe, nekdanji predsednik Venezuele, obsojen. Zgodovinski sovražnik Juana Zapate, kateremu kolumbijsko prehodno pravosodje pripisuje več kot 6200 lažnih pozitivnih primerov. To so ljudje, ki so bili ubiti, nato pa so jim v roke dali orožje, da bi jih prikazali kot gverilce, s čime so si vojaki prislužili nagrade. Fantje, to so resnično neverjetne stvari. Torej, ta Uribe ni podpiral Belarda, ki ga je imel za preveč radikalnega, v prvem krogu volitev je podpiral Palomo. Ko je Belardo prišel v drugi krog, je prišel do približevanja, vendar je bil tudi za samega Uribeja Belardo nekaj zelo nedoločljivega. Potem ta gospod na sliki v sredini, vidite, da je branil Davida Musio Guzmana, DMG, ki je bil odgovoren za piramidno shemo, ki je imela 200,000 žrtev. Ta gospod je zginil z milijardami, opravil veliko denarja od narkotikov, bil ujet v Združenih državah, tam je odslužil svojo kazen in zdaj je v zaporu v Kolumbiji. Na začetku ga je kot odvetnik branil Abelardo. In koga je potem branil Abelardo? Branil je Alexa Saaba. Alex Saab, ki ga vidite tukaj na desni. Alex Saab, ki je bil slamnati mož za Chaveza in nato za Madura, v vseh poslih, ki so jih izvajali na mednarodni ravni, da bi izginilo zlato, da bi izginili dolari, in ukvarjal se z razpisi misije na Dunaju, ukvarjal se s tako imenovanimi klep vrečami, torej vrečami, v katerih je bil denar. Pobiral je provizijo pri vsem. Kasneje je postal del diplomatskega zbora, ko so ga aretirali v Zelenorskih otokih in so ga želeli izročiti. Praviš, da smo mrtvi? V kakšnem smislu? Ne, mislim. Govorimo o teh osebah tukaj. Ne. Ne, očitno ne. Potem je prišel, se je vrnil v Venezuelo po izročitvi. Ki je šla narobe. In Maduro ga imenuje za ministra v trenutku, ko Madura ujamejo. 3. januarja Združene države rečejo, da želijo Saaba. Desi Rodriguez pa Saaba spravi v nemilost in ga izroči Združenim državam. Torej Saab, to je bil tisti, ki je posredoval, da Alberto Trentini ne bi bil izpuščen in ki je ohranjal pogajanja pri življenju, ker si je želel zagotoviti izhod v Italijo za svoje otroke in ženo. Želel je državljanstvo. Želel si je pridobiti dovolilnico
italijanske vlade, da bi lahko prišel v Italijo, saj vedo, da so ga Združene države še vedno iskale. Ni mu uspelo, bila je sodba, žena je sklenila dogovor o kazni. Zdaj je v Italiji in lahko greste pogledat novice, zdaj pa je bil izročen in je v Združenih državah. Torej, predsednik Kolumbije, tisti, ki bo postal predsednik čez nekaj tednov, je bil zagovornik Alexa Saba. Torej, da za trenutek razumemo, o kom govorimo. Zdaj, pomislite, ta gospod ima vrsto značilnosti, zaradi katerih, ker ima moderatorje, ki nimajo življenja. Mislim, tukaj Winter mi pravi, da je njegova žena bivša rimska manekenka. Mislim, vse ve, vse. Ja, in tako naprej. Nekdo je prej napisal tudi ime. Ampak, če ga iščete, ga zlahka najdete. Jaz sem ga napisal v svojem zadnjem članku v Fatto Quotidiano, ampak vem, da ne berete Fatto Quotidiano. Ampak v mojem zadnjem članku v Fatto Quotidiano. Ampak jaz ga berem. Mislim, tudi jaz ga berem. Lahko preberete na mojem blogu. V italijanščini na Fatto Quotidiano. Našli boste veliko zanimivih stvari o Latinski Ameriki. Zdaj pomislite, Velarde je tako rekel, da je treba ukrepiti odnose z Izraelom. Takoj. Prednostna naloga predsednika Kolumbije, takoj, ko pride na položaj. Veš, ko je nekdo sosed, a ne? In te je strah za gospodarstvo, kaj ne? Točno tako, okrepiti odnose z Izraelom. Ker so se diplomatski odnosi prekinili z vlado Gustava Petra. Zakaj Gustavo Petra? Ker dejansko ni bilo ideološkega usklajevanja in je bila podana obsodba genocida nad Palestinci. In potem na splošno se lahko sredstva prenese tudi v voljo Trumpa in tako dalje, točno. Potem sem Belardu takoj rekel. V redu, ampak če jaz postanem predsednik, izstopimo iz OZN, Organizacije ameriških držav, in Medameriškega sodišča za človekove pravice. Ne služijo ničemur. Kaj mi sploh delamo tam notre? Torej, seveda, tudi tam sedimo Trumpovi poti. Kaj ne? In če pogledate na prvi sliki, tisti na levi, ga vidite popolnoma srečnega. Svojim ameriškim državljanstvom v roki. Kar so mu mimogrede nekateri sodniki v Kolumbiji tudi očitali. Rekli so, da ne more biti predsednik Kolumbije, če je tudi državljan Združenih držav. Da se mora odpovedati svojemu državljanstvu. V resnici pa se ni odpovedal. In tukaj me sprašujejo, gledam malo vprašanja, ampak glede teorij zarote o volitvah v Kolumbiji. Ali je prišel do goljufij. Ampak v resnici je volilni sistem v Kolumbiji precej zanesljiv. Iskreno meni ni všeč govoriti o goljufijah, da ni dokazov. Ker sicer potem iz vsega naredimo zmedo in se zdi, da lahko vedno rečemo karkoli. Veste, da govorim o tem, kar vem, o tistem, kar poznam, ali česar se zavedam. Ampak glejte, v tem primeru je zagotovo prišlo do zahteve strani Mansepeda, da se ponovno pregleda 30,000 volilnih miz. Pojavilo se je nekaj videoposnetkov, ki so krožili, jaz nisem mogel preveriti, ali so te videoposnetki resnični, v katerih prikazujejo vmešavanja, tako rekoč, ali pa lažne posnetke. Recimo na zapisnikih različnih volilnih miz, na katerih so bili napačni seštevki. Vendar ponavljam, ni bilo, kakor sem jaz videl, strani opazovalcev tako velikih prevar, ki bi razen posameznih primerov, ki bi dali misliti, da bi lahko podatki spremenili izid, ker je na koncu Abelardo zmagal z veliko prednostjo. Zagotovo je Kolumbija ista Kolumbija, ki je rekla ne na plebiscitu, ista Kolumbija, ki ni volila Petra na volitvah leta 2022, še naprej volila desnico. In ta Kolumbija iz mest, to je manj podeželska Kolumbija, Kolumbija, ki ni doživela palaventizma, Kolumbija, ki ne živi v konfliktu. In zato je bližje dinamiki povezani z podjetji, industrijo in mednarodnemu gospodarstvu in zato veliko bolj verjame. V pravljico o tem, da prihajajo komunisti, ki nam bodo vzeli vso blaginjo in dali vse kmetom. Torej, znana agrarna reforma. Torej, recimo, strah pred komunistom, ki se skriva v omari. Tudi na teh volitvah.
In predvsem zaradi napak, po mojem mnenju, ki so bile storjene v volilni kampanji. Napake Ivana Sepede so pripeljale do Abelardove zmage. Pridimo do zadnje, Peru. Da je trenerju uspel, fantje. Da je trenerju uspelo. 4x40,36 36,7%. Ja, v resnici zdaj. z glasovi iz tujine, se razširja razlika. Tako smo že prišli do razlike, ki ni več, recimo, razlika ni več dosegljiva za Sancheza, torej Sanchez, ki ni tisti Sanchez, pozor. Ni španski Sanchez, to je perujski Sanchez. In prišli smo do številk, ki jih Sanchez ne more več izpodbijati. Torej, perujski državni volilni svet je že razglasil zmago Keiko Fujimori, ki ni ravno neznanka. To je oseba, ki je 4-krat poskušala za svojo stranko zmagati na volitvah. 3-krat ji ni uspelo, v 4. poskusu pa ji je uspelo dobiti položaj, ki ga je imel njen oče. Ker je ona hči diktatorja Fujimorija, ki je bil konec 80-ih, začetek 90-ih let, točno tako. Ona je hči starega japonskega diktatorja Peruja. Vladal je Peruju z železno roko in se soočal z Senderom Luminozom. In pazite, ker je bil obsojen, je umrl je kot obsojenec zaradi zločinov proti človeštvu, korupcije, večkratnih umorov. Torej, skratka, bil obsojen, ker je vodil Peru, z železno roko, kot kriminalec. Bil je obsojen, ker je na silo in brez njihove vednosti steriliziral 10.000 domorodnih žensk iz podeželskih območij Peruja. In govorimo o takšnem rodu, ker je ona hči tega gospoda tukaj in seveda sledi isti politični liniji. Ni jabolko, ki bi padlo daleč od drevesa, je jabolko, ki je padlo tik pod drevo. Torej. Keiko Fujimori je hči zelo kontroverzne osebnosti v Peruju, vendar pa, pozor, ko je umrla, je še vedno požela veliko uspeha pri velikem delu prebivalstva Peruja. Tukaj sem vam pripravil nekaj podatkov, ker ko govorimo o Peruju, govorimo o edinstvenem primeru. Njegova zgodovina, torej govorimo o državi, ki je v zadnjih letih doživela skoraj vse, kar jo čaka. Vzamem viličarja, pribijem mula. Kako to, da hči takega človeka pride, oprosti, naredil si to malo prelahko. Po vsem tem sem mislil, da ne bom rekel nič, ampak rodovnik, uporabljam besedo rodovnik namenoma. Torej, ko govorimo o volitvah in da je poskusila 4-krat, ne smemo misliti, da so to volitve, ki se dogajajo vsakih 5 let. Ker je v Peruju politična nestabilnost, ki je skoraj prirojena perujskemu političnemu sistemu. Tako da so tukaj volitve zelo pogosto. Bilo je eno in potem je še en list, boste videli. Ampak potem od Pedra Pabla je bilo tako, da je leta 2018 končal predsedniški mandat njegov naslednik, Martin Vizcarra, je zdržal 2 leti. Naslednik je zdržal 1 leto, tisti za njim 1 leto, potem je naredil samodržavni udar in so ga aretirali. Dina Boluarte 3 leta. Že preiskovana zaradi represij, ki so se zgodile po njenem prevzemu položaja. Torej, od leta 2022 Dina Boluarte, José Heri, José María Balcázar in zdaj Keiko Fujimori. Od leta 2022 so bili 3 predsedniki. Torej, volitve si sedijo precej hitro. Ampak, torej, ko rečem, da je poskusila 4-krat, ne smete misliti, da poskuša že od 80 let. In ona je hči tistega, ki je bil dolga leta. Zdaj mislimo na Bukeleja, kot da v Latinski Ameriki še nikoli ni bilo nikogar takega kot je Bukele. Pravzaprav je Alberto Fujimori tisti, ki bi lahko bil, vidite ga tukaj na sredini, na tej sliki je prav na sredini, japonskega rodu. V Peruju je velika japonska diaspora. To je bil nekak uvod v trdo roko Bukeleja.
On je skupaj z osebami, kot sta Montesino in drugi, ustvaril trdo roko. To je pomenilo, da če si bil osumljen, da si del Sendero Luminoso, a pa si bil član študentskih levičarskih gibanj. So prišli, te pod pretvezo ubili in nato nekje pokopali. Na neki točki so te operacije prišle na dan, on je bil obsojen, skupaj z vsemi drugimi, o katerih sem vam govoril. Ampak gledajte, ona je zrasla v zelo desničarski, varnostno usmerjeni in tudi zelo nasilni predstavi o državi. Dejansko je ona, če pogledate njen program, rekla, da je prišla vzpostaviti red v Peruju. Ne govori o političnih vprašanjih, o socialnih vprašanjih. Nekje sem to že slišal. To je nekaj, kar se pogosto sliši. Ona je prišla vzpostaviti red v Peruju. Zdaj, vsi, ki jih vidite na sliki, večina jih je preiskovanih, umrlih v zaporu, samomorilcev, obsojenih zaradi korupcije. Torej, zadnjih 12 predsednikov Peruja, če dodamo Dino Boluarte, če dodamo tudi Geri, je 12 in so bili ali obsojeni, ali pa so umrli zaradi samomora. Ali imaš še vedno kazni, ki jih morajo služiti. Skratka, politična situacija v Peruju je neverjetna. Ampak pozor, zakaj se o Peruju tako malo govori? Ker je perujsko gospodarstvo stabilno. Sol, ki je perujska valuta, še naprej ohranja zelo stabilen odnos z dolarjem. Torej, je to gospodarstvo, ki zdrži, je trdno gospodarstvo. Tako da v tem smislu nestabilnost, ki jo prinaša kongres, ki je potem tisti, ki povzroča večino težav. In v perujski skupščini so zdaj bile izvedene reforme. V perujski skupščini je bilo 110 poslancev, od katerih jih je 106 imelo obtožbe ali obsodbe zaradi korupcije, spolnega nasilja in trgovanja z vplivom. Torej, to ni bila skupščina, to je bila tolpa basoti, ne pa skupščina. In ta parlament je bil tisti, ki je vlagal nezaupnice predsednikom, rekoč, da so nesposobni, intelektualno nesposobni biti predsedniki. Skratka, torej, grozna politična situacija. Vidite, kakšen je manifest hčerke Alberta Fujimorija, diktatorja obsojenega za zločine proti človeštvu. Zmagala je z manifestom, ki pravi Peru z redom. Torej, ne vemo, kaj nas v tem trenutku čaka v Peruju. Vendar zagotovo za staroselska ljudstva, za podeželsko prebivalstvo, za ljudi, ki ne predstavljajo tistega industrijskega Peruja, tistega Peruja velikih podjetij in tistega klientelističnega Peruja, se ne obetajo dobrih let. Obetajo se zelo težka leta. Leta represije, leta izkoriščanja naravnih virov. Peru je država, kjer je prisotno plenilsko izkoriščanje naravnih virov, tako kot v Boliviji, kot tudi drugje, na primer v Kolumbiji. Nismo povedali, ampak Belardo in Las to pojasnjujeta. Drugi klic, ki ga bo opravil po tistem s Trumpom, bo namenjen rudarskim in naftnim podjetjem. Rekel bo, tukaj smo, pridite, naredite, kar želite. Tako smo torej pred perujsko situacijo, ki se usklajuje s tem, kar se dogaja v regiji. Poskusimo narediti izračun. Honduras, ena prvih volitev, ki so šle v prid Trumpu, z vmešavanjem Trumpa. Potem imamo Bukeleja, ki je postal velik prijatelj Trumpa, v trenutku, ko mu je dovolil uporabljati sekot in je začel prejemati denar za deportacije. Glede deportacij vam bom nekaj povedal v zadnjem delu, spomni me Milko, glede venezuelskih deportacij. Potem imamo zdaj Abelarja in Las Priego v Kolumbiji, še enega velikega prijatelja Trumpa. Potem imamo novega predsednika Bolivije, ki je tudi usklajen s Trumpom. Kaj pa Ali Fujimori upravlja skupaj s Trumpom? Ona. Fujimori, come è messa a punto? Zelo dobro sodeluje s Trumpom. In ni bila povabljena na sestanke, ki jih je Trump imel z Milijem, ki jih je imel z sinom Bolsonara, ki jih je imel z nekim Castom, seveda, s Castom, ki je v Čilu, ni med Trumpovimi favoriti, ampak ona je že povedala, da se seveda usklajuje z novim političnim valom v regiji.
Ponovno podarjam, Mili v Argentini, Kast v Čilu, imamo tudi Paragvaj in Bolivijo, ki sta usklajena. Zdaj bomo v Braziliji imeli volitve ob koncu leta. Lula bo poskusil znova. Bolsonarov sin je bil diskvalificiran in tudi on je bil obsojen. Torej, verjetno, in čeprav bi nam moral to povedati naš Francesco Guerra, bo to predstavnik bolsonarizma, ki je danes zelo znan, guverner Ria de Janeiro. In on bo verjetno tisti, ki bo poskušal kandidirati, če ne on, pa kakšen drug predstavnik bolsonarizma. Ker bolsonarizem ne umre brez Bolsonara. Zdaj to gibanje, ki gre svojo pot, in potem imamo v Ekvadorju seveda Daniela Noboaja, ki ima tudi ameriško državljanstvo, rojen in odraščal v Združenih državah, predsednik Ekvadorja. Začenja se kazati vzorec. Da, točno tako, točno tako. To je precej zaskrbljujoč vzorec, ki pa na drugi strani pokaže, kako senca Kube, Nikaragve in Venezuele strašilo tega, kar se dogaja, kar se je zgodilo na Kubi, v Nikaragvi in Venezueli. O Nikaragvi nihče ne govori, vendar je Daniel Ortega zdaj popolnoma znorel, nimam druge besede, s katero bi opisal, kaj Daniel Ortega počne v Nikaragvi. S sandinizmom nima več nobene zveze že 10 let. To je to, kar se dogaja v Nikaragvi, kar se je zgodilo v Venezueli in kar se dogaja na Kubi, je zdaj strašilo za regijo. Volijo ali predsednike skrajne desnice, ali outsiderje, hiperliberaliste, ki želijo popolnoma liberalizirati celoten trg in se odpreti dinamiki Washingtona. Torej danes obstaja nov načrt Kondor, ki ni več tisti, da bi postavljali diktature v državah, ampak gre za to, da postavijo predsednike z dvojnim ameriškim državljanstvom, ki odprejo trge za izkoriščanje In tako naprej. za izkoriščanje in posle družine Trump. Ker obstaja tudi to, poslom družine. Ti moram spomniti na vprašanje, kako je bilo o tradiciji, o gibanju. In drugo vprašanje pa sem te hotel vprašati glede Facebooka Fujimorijeve. Ali je bila močna japonska prisotnost? Mislim, da ja. Da, bila je močna prisotnost japonske diaspore v Peruju, pa tudi v Braziliji. Ko sem živel v Sao Paulu, si predstavljate, če bo se kdaj šli v Sao Paulo. V Sao Paulu je največ. V Sao Paulu je največja japonska četrt zunaj Japonske. Imenuje se Japao Libertaži in je prav v Sao Paulu. In vse je japonsko, celo Starbucks je neverjeten. Vse je narejeno po japonsko. In tako Peru kot Brazilija sta bi dve državi, ki sta okoli leta 1000 prejeli zelo močno japonsko migracijo. To sem vedel, mogoče bom o tem še raziskoval, morda je to tudi zaradi tega, kako so bili Japonci obravnavani med drugo svetovno vojno v internaciji v Ameriki, zato so se morda preselili. Ne, to je bilo prej, ampak je zelo zanimiva zgodba. Ob drugi priložnosti lahko obravnavamo japonsko diasporo in diaspore nasploh. Venezuela je na primer ena od držav, ki je sprejela ogromno diaspor, ampak res ne razumem, kako to, da se v Italiji, v Venezueli ne govori bolj pogosto. In Agostino Codazzi, ki je bil iz severovzhodne Italije, je bil prvi venezuelski kartograf v 19. stoletju, 1800. Tisti, ki mu je takratni venezuelski predsednik zaupal nalogo, da ustvari migracijske kanale iz Evrope v Venezuelo. Agostino Codazzi, Italijan, torej Italija je bila vedno zelo prisotna v Venezueli. Ampak o tem se govori resnično premalo. O deportirancih, pomislite na nesrečo, pomislite, o tem se resnično premalo govori. Moram za trenutek odgovoriti na en komentar, tukaj pravijo, da si učitelj pristrigel svojo brado v primerjavi s prejšnjim posnetkom. Kdo ti je to povedal? Mossad? Ne, to mi je rekla moja mala, da je bila predolga, zato sem jo skrajšal. Poleg tega pa so tukaj v Madridu vročinski valovi, zdaj je 40 stopinj. Torej si predstavljajte, da Trump je nadaljeval deportacije v Venezuelo. Ker ko so enkrat odstranili Madura, ne ugrabili, so zdaj si Rodriguez rekli, zdaj ti bomo začeli pošiljati. Letala polna kriminalcev, po našem mnenju, ki pa so v resnici ljudje, pobrani, mnogi izmed njih na ulicah, medtem ko so šli na delo. No, poznate situacijo AIS v Venezueli? Torej, fantje, najbolj grozljiva situacija je, da je umrlo več kot 130 ljudi
ki so jih prejšnjo noč deportirali iz Združenih držav. Bili so nastanjeni v hotelu v območju La Guaira, blizu Majketi, hotelu, ki se je med potresom popolnoma zrušil. Tako da sta preživeli le 2 osebi od vseh, ki so jih tisti dan deportirali. Torej si predstavljajte, uspelo vam je emigrirati iz Venezuele, prehodili ste Darien, prepotovali ste celo Srednjo Ameriko, uspelo vam je priti v Združene države, prečkali ste celo Mehiko, uspelo vam je priti v Združene države. Začnete delati, poskušate urediti dokumente, vam ne uspe. Vseeno začnete, poskušate delati. Morda imate družino v Venezueli, kateri pošiljate denar, na neki točki mislite, da vam je uspelo, pa nič. Pride AIS v zapor, vas deportira, pridete v Majketijo, niti ne utegnete videti svojih družinskih članov. Potres in umrete, zdrobljeni pod stavbo, v katero vas je zaprl lastna vlada. Torej, Za ta val optimizma se res lepo zahvaljujem Diegu Batistesi za nocoj, ker nas je razveselil z res zabavnimi in lahkotnimi zgodbami. Ne, je težko. Jaz potem ena stvar. Če je uspelo užalostiti mene, ki se ukvarjam z vojno v Ukrajini in Iranu, Ne, to je težka stvar, ki mene osebno prizadene. Osebno, res. Družinski član je odpotoval 5 ur prej iz tistega letališča, da bi prišel sem v Španijo, 5 ur prej. Torej, je situacija v živo v bistvu izjemna, hvala vam. Rekel sem vam, da bom danes začel prišel poln energije, ker malo v bistvu jih je bilo malo, nocoj je občinstvo ostalo trezno, v bistvu malo. V bistvu sem vam rekel, da bom v ta prenos v živo prišel zona biti z energijo, ker predvsem glede Venezuele se mi zdi neverjetno, da se nekatere stvari ne povedo, ne razložijo, ne omenijo. Zame je tudi težko videti kraje, kjer sem bil, kjer sem živel, kako so se popolnoma sesuli. In ponavljam vam, prav pred 2 letoma sem bil v La Guairi, sem govoril. Spomnil sem se na taksista, ki smo prispeli na letališče Majketija. Bili smo v hotelu in smo vzeli taksi, da bi si malo ogledali La Guairo. Staro mestno jedro so uredili. In spomnil se pogovora, ki smo ga imeli s tistim taksistom. Recimo, kakšna je zdaj situacija, ko je država dejansko dolarizirana, vidimo, da se trg malo premika in je rekel, zdaj lahko delamo, veseli smo, da lahko delamo. In on nam je povedal, da ima 2 hčerki, ki študirata, on in njegova žena sta delala in sta rekla, oba delava, hčerki študirata in uspemo priti skozi mesec. Edina stvar je, da nismo sposobni soočati se z nepredvidenim. Če mi jutri poči guma na avtu, nimam rezerve, da bi to lahko plačal. To je lahko delamo, ampak živimo iz dneva v dan. Govorimo o osebi, ki je imela izobrazbo, osebi, ki je imela diplomo in vse ostalo. Ampak delo je kot taksist, zato je bila prva oseba v La Guairi, na katero sem pomislil on. Bila je tista, ki je vseeno poskušala z majhno obrtno trgovino prodajati arpe tam na plaži, prav na tistem mestu, kjer je prodajala arpe na plaži. Bila je hči Diosdada Cabelja, nekaj tednov pred potresom. Da bi delala reklamo, kaj ne? Govorila je o La Guairi, o turizmu, o vsem tem, torej skratka to je nekaj, kar me neposredno prizadene, ker to dobro poznam in ker, ponavljam, se mi zdi zelo grdo. Gre za to, da se resnično dela zelo slabo uslugo informiranju. Govori se o tem, kot se zdaj govori. Torej, Mirko, izkoristim priložnost in se ti zahvalim, ker vem, da se na tem kanalu govori o vojni. Torej, nekoliko odpiraš prostor, da bi govorili tudi o teh temah. Ampak, glej, vidim, da mi Stefano pritrjuje, kaj ne? Prebral sem, da bi bili na koncu tudi vi jezni, ker stvari, ki krožijo, zdaj razumem. Naprimer, če ne govorite špansko, je težko razumeti določene videoposnetke. Bodite previdni, da tiste stvari ne vidite. Prijavite, ko vidite tiste oglase, obstajajo kanali, ki zbirajo te oglase za prijavo. Nekdo je prej napisal dejstvo, da je Epstein mrtev, a da so ga ubili, kot se reče. In to ne pomeni, da je bila mreža razbita. In prav med temi tragedijami iščejo ranljive ljudi, v tem primeru otroke. Zato res, če lahko, poskusimo se povezati, biti koristni, tudi nadaljavo. Še nekaj, objem in zahvala venezuelski diaspori,
ki je naredila vse, kar je bilo mogoče. Videli smo zbirne centre tukaj v Madridu in ljudi, ki so posvetili svoj čas ter šli kupovati osnovne potrebščine v vseh mestih. Na svetovni ravni so bili Venezuelci iz diaspore v prvi vrsti. Da so bili tam, da so prisotni tudi nadaljavo. Tako da v Venezueli res ljudstvo rešuje ljudstvo. In tudi tisti, ki niso bili tam prisotni, so naredili vse, da bi uspeli poslati nekaj. Torej, in zdaj, velik dvom, ne zato, da bi vas še bolj razjezil, ampak velik dvom, ki ga imamo, je, kdo bo upravljal pomoč, ko bo prispela na ozemlje. Ker ponavljam, vemo, da so prav vojaki in paravojaške enote, ki jih vodi Diosdado Caveglio, tisti, ki nadzorujejo črni trg. In da bodo verjetno prav oni tisti, ki bodo na carinah, v pristaniščih in na letališčih sprejemali to pomoč. Zato upam, da bosta OSE in Rdeči križ imela neposreden dostop do te pomoči in da bosta lahko upravljala z njo pod nadzorom. Morda tudi, če niso ravno recimo svetniki Združenih držav, ki bi lahko naredili neko prijavo. Že smo videli, kako so na primer upravljali s pomočjo za Gazo. Niso ravno upravljali s pomočjo, ampak so jo izvajali. Druga stvar pa je recimo, da bi bila nadzorovana strani ameriškega Rdečega križa ali španskega Rdečega križa ali venezuelskega Rdečega križa. Ampak skratka, da obstajajo neke tretje strani, ki nam lahko zagotovijo, da te pomoči ne bo upravljala vojska in da jih ne bo upravljala vlada v tem smislu. Torej, zelo se zahvaljujem Diegu vsem, ki so nas spremljali. Kot vidite, tudi mi namenjamo prostor in pozornost takim dogodkom. Ampak tudi zato, ker se rad učim, zato je to področje, s katerim se nimam časa ukvarjati, na katerega nisem pripravljen, nimam fizičnega, materialnega časa, da bi lahko spremljal tudi južnoameriške dogodke. Zato se zanašam na strokovnjake. S to strastjo, ker jo čutite, strast, ki jo ima Diego do svojega področja, kot takrat, ko slišite, ko pride Poličieni, ki ima rad to, kar počne, mu je pomembno, da daje pravilne informacije, celovite, ni ideološko obarvan, ker kot vidite, udari po levici in udari po desnici. In po mojem nimajo prostora, ki si ga zaslužijo. Ker jaz bi rad bi videl ljudi, kot je Diego, rad bi videl ljudi, kot so Poličieni. Da bi šli na televizijo in ti razložili, kaj za vraga se dogaja v Afriki, v Južni Ameriki in te stvari. In namesto tega moramo te stvari delati na YouTubu. Na srečo ste tukaj vi, ki nas podpirate. In koga briga za televizijo, če bomo potrebovali 4 ure, da razložimo nekatere dogodke, bomo imeli ves čas, ki ga želimo. Mi nimamo časovnih omejitev, nimamo minute in pol, oprostite, je reklama. To je kanal za tiste, ki želijo razumeti in za tiste, ki želijo stvari resnično globoko razumeti. Ker to, kar je on povedal v teh skoraj 2 urah, je le drobec časa, ki ga temu posveča in znanja, ki ga ima. In če ga začnete spremljati, mu lahko postavite še več vprašanj, vprašate še druge stvari, kar je isto kot priporočam, da naredite s Polikenijem, z afrikanizmi in tako naprej. In jaz, že se ukvarjam z vojno v Ukrajini, sem ji posvetil ne vem koliko ur, fantje, tisoče in tisoče v teh 4 letih in pol. Torej, gospodje moji, se vam zelo zahvaljujem, se slišimo ob koncu tedna za posodobitev o Ukrajini in morda še kaj s Kolmosantem. Jaz se vam zahvaljujem, Mirko, hvala lepa za prostor. Spomnimo se, da se v tem trenutku pravo svetovno prvenstvo igra v Venezueli. Če kje na cesti srečate Venezuelca, ga objemite in mu povejte, da so solidarni in da se bo Venezuela pobrala. Ljudje v Venezueli so sposobni tega in še več, vendar v tem trenutku res potrebujejo solidaren objem. Hvala, ker nas spremljate, vam solidaren pozdrav. Hvala, ker nas spremljate na mojih kanalih in upam, da se spet srečamo tudi tukaj na Parabelumu skupaj. Kmalu bo to morda zadnje mesto, kjer bom lahko govoril, saj mi veliko pove o tem, kako delujejo določene uredniške dinamike. Ne pozabite si prenesti aplikacije, kdor je še nima, naj si jo prenese, povezavo najdete v opisu. Hvala vsem in lahko noč. Živijo, lep večer.